Aleksandra, hvala za obisk. Hvala za povabilo. Hvala, ker si se odzvala na vabilo. Zakaj si se odzvala na vabilo? Malo me zanima. Zakaj se ti zdi pomembno govoriti o tem? Ja, vsekakor se mi zdi pomembno zato, ker se mi zdi, da se še vedno premalo govori o tem, o temi narcistične osebnostne motnje in vseh posledicah, ki jih prinaša. In vsak vir je dragocen, vsak kanal je dragocen, ker lahko o tem govorimo, da pride do čim več ljudi. Malo greva lahko čez zgodovino, zakaj si sploh prišla na to tematiko. Tako malo me zanima, ker vsi verjetno smo že slišali ta izraz, da je nekdo narcis oziroma da ima narcisoidno osebnostno motnjo, kot se uradno reče. Ne? Ja. Mogoče lahko poveva, kaj je v tej zgodbi, kako je sploh do tega izraza prišlo, mislim, da je iz grške mitologije, a ne? Ja. Verjetno si... Ja, mit o narcisu. To se mi zdi, da je kar znana zadeva. Veliko bolj kot sama motnja. Lepi mladenič, ki se potem zaljubi v svoj odsev. Ampak dejansko, bom rekla, je lahko ta mit zavajajoč, ker potem si mi narcise predstavljamo kot tiste, ki se ves čas gledajo v ogledalo, ki so sami sebi všeč, ki so vedno v središču pozornosti. Kar je sicer tudi res, ampak recimo, da rečemo, da so to ti odprti narcisi, odkriti narcisi, ki jih torej hitro prepoznamo, so lahko manj toksični. Problem je, da so narcisi tudi ljudje, ki lahko navzven delujejo zelo skromno, požrtvovalno, celo kot žrtev. Tisti so najnevarnejši, tisti so toksični ali maligni narcisi, ker jih okolica ne prepozna, ker jih mi ne prepoznamo, ki z njimi živimo, jih ne prepoznamo. In zato so toliko nevarnejši. Verjetno si imela neke izkušnje? Ja, jaz imam kar nekaj izkušenj s tem, ampak bom tako rekla, ena izkušnja vodi v drugo, se pravi, ko eno prepoznaš, takrat šele imaš sploh možnost ugotoviti, da to ni bila edina. Ni nobene verjetnosti, da bo nekdo imel v svojem življenju samo enega narcisa, to želim povedati. In zdaj nekdo je tisti, ki nam bo odprl to področje, da bomo začeli dojemati. In ponavadi je to partner oziroma odnos, ki ga imamo v odraslosti. To je lahko prijateljstvo, to je lahko sodelavec, šef, sorodnik in takrat potem začnemo opažati nekaj. Ko gremo pa v preteklost, bomo pa to zadevo našli tudi v svojem otroštvu. Tako ali drugače, tudi če ne strogo kot narcizem, pa kot kaj drugega. Recimo alkoholizem ali kaj podobnega, to je zelo pogosto. Se pravi, neke travmatične okoliščine v otroštvu, ki so potem za sabo potegnile to posledico. Rana, ki se je morda pri nekom manifestirala kot narcizem, pri nekom drugem pa kot soodvisništvo, pri nekom tretjem pa spet kako drugače. Skratka, vse je prepleteno. Nekaj smo omenila, take osebe se gledajo v gledalo, zelo pomemben izgled, fizični, ne? Kaj pa tisto, ki je podtalno, kako bi v bistvu lahko mi prepoznali tako osebo ali pa kako bi sebe lahko prepoznali? Ja, podtalno. Jaz pravim tako, ena zelo močna oporna točka je, ko se z tako osebo začnemo pogovarjati o njeni preteklosti. Recimo, oseba, ki zatrjuje, da je ogromno pretrpela, da je ogromno dala čez. Kako je vse to zdaj že za njo? Vse je prebolela, sploh ne vpliva več na njo. Potem njeni pretekli odnosi. Jaz ženskam rečem, kako se vaš potencialni partner obnaša do svoje matere in do morebitne bivše punce ali žene, to naj bo vaš kažipot. Ker kdor ima te odnose, je Kdor bo pa rekel, recimo, vsega je kriva bivša žena, bila je prava harpija, to je grozna oseba in se bo recimo delal žrtev, to je en velik znak za alarm. Zrela oseba o svoji bivši ne bo tako govorila in ne bo nikoli, zrel človek ne bo rekel, vsega je kriv ta drugi. Zrel človek reče, pač vsak svoje sma prispevala v ta odnos. Isto je z odnosom do mame. Tu so lahko taka odstopanja, bodi si mamin sinček, torej nekdo, ki svojo mamo povzdiguje, je ves čas na razpolago, občasno celo, imamo tudi take primere, še prespi doma v maminem stanovanju, v mamini hiši. Ali pa, ki zelo osera mamo, ki pravi meni, moja mama je bila taka in taka, nič mi ni dala, mi dva sicer imava stike, vendar tako zelo redke. Tudi to je sumljivo.
spet bom rekla, najbolj varna je neka sredina. Se pravi, človek nam bo pokazal zrelost tako, da bo rekel, ok, so bile kakšne zadeve težke v preteklosti, to sem moral nekako razrešiti pri sebi, recimo s terapijo ali kakorkoli drugače, teh možnosti je veliko. Nekdo, ki pa reče, vse sem to že pustil za sabo, ali pa vse je bilo idealno, tu so alarmi za te prikrite. Vse je bilo idealno v smislu, težko je bilo, pa zdaj je vse idealno. Pogosto rečejo idealno, mislim, ne rečejo besede idealno, ampak rečejo, pri nas doma je bilo vse v redu, imel sem krasne starše, ful pridne, delavne, zgradili so sami hišo iz nič in tako naprej, v službi uspešne recimo, ali pa požrtvovalne ful. Bili smo, 3 otroci, vsi smo pri kruhu, vse je okej. Ja, sta bila mogoče starša malo stroga, ampak tudi če sem jih kdaj dobil, sem si že zaslužil. A ne, že tu prepoznamo neko patologijo, a si res zaslužimo, da jih kdaj dobimo. In takoj, to, kar zdaj govorim, je sicer zelo značilno tudi za soodvisnike, da na svojo preteklost, da na svoje otroštvo gledamo zelo skozi popačena, idealizirana očala. Se pravi, ko meni nekdo reče, ja, moja mama je zlata mama, vse je dala zame, meni takoj zazvoni alarm. Zato, ker takih staršev ni. Taki so samo skozi naše popačene poglede. In če so nas tako sprogramirali, da mi verjamemo, moja mama je pa res najboljša, ali pa oče, vse bi dal zame, vedno mi pomaga. Ko pa potem malo pogledamo pod površino tega, se pa recimo hitro pokaže, da je šlo za neko izsiljevano ljubezen, pogojevano ljubezen. Če boš tako in tako, te bom imel rad, sicer pa ne. Da skratka ni nobene tiste prave bližine bilo, tiste prave ljubezni. In otroku to manjka, odraslemu otroku to manjka. In to najde kje? Pri partnerju, ki je na podoben način ranjen oziroma toksičen, kot je bil njegov starš. Tako se to iz generacije v generacijo prenaša. Ampak odraža se inverzno, ali kako pri temu, rekla si, izraz si uporabila soodvisnik. Ja. Lahko to malo razloživa, da bojo ljudje razumeli, kdo je ta oseba? Pa to me zanima, ne? Se pravi, ta oseba z narcisoidno motnjo, osebnostno motnjo in soodvisnik, ona dva imate inverzno stvari pri sebi ali pa pogled na sebe. Ali kako? V bistvu, tako kot v knjigi, v opovi Narcisa, imam prav razpredelnico, kjer kažem razlike med narcisom in soodvisnikom in pa na koncu, na dnu so pa ujemanja. Določen del ranjenosti imamo v bistvu enak. To, da ni bilo dovolj dobrih staršev, idealnih staršev ni. Dovolj dobri starši, tisti, ki dajo otroku brezpogojno ljubezen, varnost, sprejemanje in seveda tudi vzgojo, da jih vodijo, dokler je treba. To je dovolj. In tega ponavadi ni in se tu ta rana zgodi. Zdaj pa nekdo bo šel v narcizem, drugi bo šel v depresijo, tretji bo šel v nič, ampak bo imel neke težave v odraslosti, recimo morda z alkoholom ali s hazarderanjem ali s čim podobnim. To je odvisno tudi od karakterja. Z neko odvisnostjo. Ja, tako, z neko zasvojenostjo. Zdaj, soodvisnik je oseba, ki dejansko se skuša zlivati z drugo osebo, ker ima sam zelo šibek občutek identitete, zelo težko sprejema odločitve, zelo je vajen ustregati in ugajati. In to je idealno za to, kar pa išče narcis. Zato se tako lepo poklopita. Rana išče rano, vendar morata biti ti rani kompatibilni. Se pravi, narcis pa uživa, če lahko on vsem odloča. In to je soodvisniku ful fajn na začetku. Zato, ker pomeni, meni se ni treba, bo že on za vse poskrbel. Ali ona. Potem narcis, on se ne trudi doma potem za 4 stenami ugajati. On ugaja od zunaj. Doma se pa sprosti. Medtem ko soodvisnik bo tudi doma ugajal, vendar ne na tak način kot narcis, da bo lep, ampak vse bo naredil. Narcis ukazuje, soodvisnik izpolnjuje. Tako gre ta patologija, tako se v bistvu zelo dobro, nažalost, ujemata do neke točke. Na neke točki se bo začelo krušiti, ker bo začelo soodvisniku tudi malo presedati ali pa bo preprosto preveč utrujen. Na eni točki izgorimo, ne zmoremo več. Narcis pa po drugi strani se tudi lahko naveliča in že išče kako novo žrtev. To je pogosto, da imajo tudi druge ženske ob stalni partnerki. Hotel sem to eno smer, ampak tole me zanima. Veliko sva zdaj govorila o moškem spolu v povezavi z narcisom.
Pa me to zanima, a to naključno govoriš, da poudarjaš, da je bolj moški spol s to težavo? Ali slučajno si imela ti take izkušnje, ali je dejansko bolj pogosto? No, sej sem res vesela, da si to vprašal, zato da razjasnima to zadevo. Ena je ta, da je moški spol, nevtralni spol v slovenščini, tudi soodvisnik, jaz večinoma, če opaziš, rečem v moškem spolu, a ne. Tako da tako mamin sinček si rekla. To je pa res. Druga stvar je, velja na splošno za zdaj še, da naj bi bila ta motnja res pogostejša pri moških. Tretja stvar, ki pa tu pri meni najbolj vpliva in mi lahko očitaš, da sem subjektivna in to čist lepo priznam, je pa ta, da odkar sem bila pri Zvezdani na tisti oddaji, kjer smo govorili o narcisih, se je name res ogromno ljudi obrnilo. Ampak to so bile praktično samo ženske. Od 500 ljudi se je name obrnilo 7 moških. Kar pomeni, da imam zdaj kot svetovalka res ogromno izkušenj z žensko platjo kot soodvisnica in z moško kot narcis. Veliko manj pa teh obratnih različic, da je ženska narcis. Se pa seveda tudi absolutno dogaja. Nikakor nismo ženske imune. Vsekakor. Ok, to je v bistvu lahko tudi razlog, da nekomu zaupam ali pa da ga prosim za pomoč, se moram po moje z njim vsaj malo začutiti ali pa poistovetiti. Mogoče se lažje žensko poistoveti, a ne? Mogoče je to lahko razlog. Zanima me tako, a je znanstveno, a vemo kaj o tem, da je dejansko več moških narcisov, pa koliko je ta razlika, če je razlika, ne? V procentih. Zdaj v procentih res si ne upam govoriti. Kolikor sem brskala po teh raziskavah, ki so objavljene na spletu, ti strokovni članki in to, ne, tam se govori od 2 do 4, od 5 do 6% naj bi bilo nasplošno narcisov. Aha, nasplošno v družbi. Tako. Jaz osebno mislim, da je ta odstotek precej višji, ker mislim, da ta podatek temelji na diagnosticiranih narcisih. To je enako imamo pri depresiji problem. Ne? Ja, tako. Koliko je tega še nediagnosticiranega in potem je še ta problem zraven, da vseeno je malo več možnosti, da bo depresiven človek poiskal pomoč kot pa narcis pri psihiatru. A ne? Bolj funkcionira v družbi lahko, ali kako? Narcis je prepričan v osnovi, da z njim ni nič narobe ali z njo. Z vsem drugim svetom je, samo z njim ali z njo ne. To zelo dobro poznam iz lastne izkušnje in je res popolnoma iluzorno pričakovati, da se bo narcis zares kdaj zavedel, da ima težavo on. Res so, čist brez pretiranja in brez heca so pripravljeni verjeti, da ima 1000 ljudi narobe, on je pa prav, res. Ker morajo, to je za njih preživitveni mehanizem. Priznati, da ima narobe, bi bilo podobno smrti. Ja. Tako da tu, jaz mislim, da v procentih vsekakor ne bi govorila, kar se tiče teh moški ženske. Pač načeloma se govori več je moških narcisov in žensk z mejno osebnostno motnjo. Kaj pa je to? To je pa zdaj spet ena druga tema. Mejna osebnostna motnja se sicer precej prekriva določeni simptomi z narcistično. Izhaja bolj ali manj iz podobne ali iste rane kot narcistična rana. Potem ta skrajno odzivanje. Vsaka kritika je sprejeta z vsemi topovi, ne znajo sprejemati kritike. Težko čutijo empatijo. Sploh narcisi, malo bolj, mejna malo bolj, zelo veliko rabijo pozornosti. Skratka, ogromno je skupnih točk, so pa tudi razlike med mejno in narcistično. Mejna, že ime pove mejna, da je tam nekje med normalnim in nenormalnim. Za mejno je boljša prognoza tudi. Se pravi, človek, ki ima to motnjo, lahko z rednim delom, z redno psihoterapijo in morda z nekaterimi tabletami, ki simptome mirijo, ker tablet proti motnji ni, lahko dejansko funkcionirajo dokaj normalno v življenju. Kakšne tablete? Ponavadi so to antidepresivi. Aha, zanimiv. Ja. Zanimiv je pri antidepresivih, ne, da toliko različnih stvari zdravimo s točno istim zdravilom. Ne, imaš probleme s spanjem, antidepresiv, depresijo, imaš anksiozno, ne, toliko je različnih. In zdaj to, ne, sem slišal, ne, in je to res zanimivo, koliko vpliva serotonin na zdravo delovanje človeške psihe. Ja, ogromno. Ja.
Jaz pravim, hormoni nam v resnici totalno usmerjajo življenje. Od najmanjše podrobnosti, kaj nam je všeč pri hrani, spolnega življenja, do teh čustvenih zadev in tako naprej. To je neverjetno. Ja, in je treba verjetno paziti, kdaj delujemo tako, da uničujemo ravnovesje hormonsko. Ne? Ali je to s hrano, ali je to z nespečnostjo, ali je to z ne športno aktivnostjo, recimo. Ne? Glih, zdaj sem zadnji teden, mislim, da sem glih zasledil en članek, ki je bil iz Amerike, da so ti znanstveniki opredelili kot fizično aktivnost, kot eden najboljših načinov za zmanjševanje simptomov depresije. Celo nad antidepresivi po nekih točkah. Ne? Se pravi, če imamo človeka, ki ni športno aktiven sploh in ima diagnozo depresije, mu bo po neki statistični verjetnosti bolj pomagala športna aktivnost kot antidepresivi. Ne? In v bistvu je zanimivo, koliko imamo stvari na voljo, s katerimi bi si lahko pomagala, ker so pa čisto naravne. Tako smo narejeni, ljudje. Sam treba vedeti, da ko imaš depresijo, jaz imam tudi s tem izkušnjo, ko si v resni depresiji, se sploh ne moreš pripraviti. Že do tega, da se stuširaš, se težko pripraviš. Se ti zdi, da je to tak podvig, tako težko delo, da ne vem. Jaz nisem v take skrajnosti šla, ampak beremo ljudeh, ki se po mesec ali več ne stuširajo, ker je pretežko. In takrat je res šport se zdi hujš kot ne vem, polet na luno. Nedosegljiva stvar. Potem, ko se recimo z antidepresivi spraviš ene točke, kjer začnejo ti receptori spet sprejemati serotonin in tako naprej, takrat je čas in za delo na sebi, za osebnostno rast, in za šport, in za to, da se spet začnemo urejati, da si naredimo frizuro. Recimo jaz pač zdaj z ženskega vidika govorim, ne. Takrat, ko sem bila v tisti hudi depresiji, iskreno povem, meni je bilo popolnoma vseeno, kako frizuro imam, ima postrižene, urejene nohte ali ne, enostavno si v nekem črnem breznu. In vso energijo vlagaš v to, da sploh živiš, da ne odideš nekam. Ja, ne, sej prehitro sem rekel, lahko bi se razumel to, kar sem rekel, kot da antidepresivi nikoli nimajo mesta v uspešni terapiji. Ne. Želel sem to primerjavo, da je treba tudi po drugih orodjih kasneje posešti, ki bojo pa trajno izboljšale stanje. Ne? Ja. Ampak ja, če je nekdo tik pred, ne more, nima motivacije ali pa nima moči, da se dvigne iz postelje, ja, seveda, antidepresiv bo dal tisti boost. Pač en temelj, jaz pravim. En temelj, na katerega lahko potem. Pa še to rabiš potem cirka 3 tedne, da sploh začne delovati antidepresiv, ko ga jemlješ. Žal, to včasih ljudje rečejo, da te to nahajpa, da te dvigne. Antidepresiv te nikamor ne dvigne, ampak v bistvu zelo počasi začne te voditi do točke, kjer začneš spet malo smisla videti. Tako je bilo tudi pri meni. Da sem začela smisel sploh videti v življenju, v svetu, v sebi, v delu na sebi in v vseh vsakdanjih stvareh, tudi kuhanje, pranje. Takrat, ko si v tistem breznu, je vse sivo. Sploh ne znam opisati, ampak res tako brez veze se ti zdi prav. Jaz se spomnim svojih misli takrat, kako da drugi ljudje ne vidijo, da je vse brez smisla. Jaz pa zdaj imam ta dragoceni pogled, da vidim, da je vse brez smisla. Vse je neka, ne vem, matrica groze in zakaj smo sploh tu in tako naprej. Res globoko to gre, ne. In drugi pa tega niso videli. Seveda, zato ker meni je depresija tako popačila ta pogled. In šele z jemanjem tablet sem jaz prišla do tiste osnovne točke, da sem lahko začela spet, da sem se spet nasmehnila, da sem se zasmejala, da ko je zunaj sijalo sonce, da sem se tega razveselila, da sem začela videti en smisel vsem. Ja, sej vprašanje je, kakšen je dejanski realen pogled. Ne? Jaz mislim, da to ne obstaja. Ne? Mi gledamo to čez svoj filter, čez svojo psiho, dojemamo to, kar rečemo realnost. Ne? Ja. In to mi je bilo zelo zanimivo, kar si rekla, kako drugi ne vidijo tega. Ja, tvojega filtra nimajo. Ne? Ja, točno. Se pravi, nekdo ima pa euforičen filter, pa je to preveč, recimo, tudi popačeno bi mi rekli. Ja. Ampak ja, to je zelo... To je zelo... Kako si se pa iz tega ven, recimo, spravila? Ja, temelj so bili antidepresivi. Ko rečeš temelj,
A misliš bolj začetek ali dejansko misliš temelj kot glavna osnova vsega? Oboje, kar si zdaj rekel. Ja. Zato, ker brez tega, zato je bil to začetek, brez tega sploh ne bi šlo. Ja. Od tam naprej sem pa lahko začela spet graditi. Jaz se z depresijo spopadam, ne vem, 22-23 let, sigurno. Ampak večino tega časa nisem bila na tabletah, ampak prihajali so pa tisti res padci, kjer so bile tablete potrebne. Ne? In dokler jih jaz nisem imela, pa sem bila v tistem breznu, to je res bilo edina misel skozi prisotna v glavi, samomor. Nič drugega, samomor kot rešitev, kot izhod. Takrat recimo je bilo potrebno začeti spet s tabletami. Ne? In potem leto, 2 jemljem tablete, v roku 3 mesecev se spravim na ta temelj, v smislu, da spet vidim, da ima življenje smisel, da imam jaz svoj smisel tudi na tem svetu. Takrat pa dodam, to zdaj govorim tako, kot da to kar naprej počnem, ampak skozi ta proces sem 2-krat šla. Takrat pa začnem dodajati to delo na sebi. Se pravi, ko poslušaš posnetke, ko bereš take knjige, ko si kupiš kak tečaj, recimo ne vem, pri nekem psihologu ali pri duhovnem učitelju in tako naprej. Skratka, začneš izgrajevati se, začneš spet, postavljati se začneš. In to gre, ko si na tistem temelju. Prej pa ne. Ker je tudi, zakaj bom poslušala nekaj o duhovnosti, pa kako sem jaz kot duša, vse je brez veze. To ti skozi gre po glavi, pri meni je bilo tako, vse je brez veze. In zakaj drugi ne vidijo, kako brez veze je, zakaj se nekaj trudijo, pustimo vse. Res to je tak zelo temačen svet, depresija. Se pravi, ko so bile pa tablete, ko so naredile tisto svoje, da so moji možgani začeli spet sprejemati te hormone, tako kot je mišljeno, takrat je šlo potem naprej. In sem lahko čez leto ali 2 opustila tablete, brez vsakih stranskih učinkov, čisto normalno, nehala jesti. Zdaj, v zadnjem času sem pa prišla do ugotovitve, da za mene osebno je najbolje tako, nekje od novembra do marca moram jesti antidepresive, ker se me loteva sezonska depresija. Potem pa ni treba. In recimo prekinem brez težav in jih od aprila do oktobra ne jemljem, rečem, da se s soncem napajam in potem spet. In mi to zelo dobro deluje. Nimam nekih stranskih učinkov, glavni učinek pa je tak, kot je tudi mišljeno. Zakaj pa misliš, da ta sezonska pride? Je to glavna posledica, da sonca je manj? Ker vem, da imajo v Skandinaviji težavo s tem in jaz vam tam ti lahko pokažem, sem si kupil terapevtsko lučko, se reče. Aha. Ki zjutraj, se pravi, zdaj sem zadnje par mesecev sem zelo padel v ta ritem, ki ga imamo mi noter, hormonski, ki ga prve pol ure po zbojenju je zelo pomembno, da dobiš zadostno količino sončne svetlobe oziroma svetlobe na oko. In to ti sproži 200 procesov v telesu. Eden glavnih je hormon kortizola, ki ti ga dvigne zjutraj in je dobro, da ti ga dvigne, da se pol čim prej začne spuščati in da se spusti na dosti zadovoljivo raven, da se lahko melatonin začne sproščati in da si ti zaspan. In ko si zaspan, to pomeni, da boš imel globi spanec, in spanec je pa povezan z 400 procesi, tako da se vse je povezano. Vse itak zelo poenostavljamo, ampak zelo sem padel v to in malo zadnje pol leta že testiram pri sebi, se pravi, da dobim tisto količino svetlobe zjutraj, če je možno to sonce, ampak v Ljubljani imamo od novembra do januarja imamo dejansko skozi meglo. In čutim jaz pri sebi tudi malo počutje pade. In pa sem si to lučko kupil, ki ima teh 10,000 luksov in to pomeni, da je nekako, če ni, si daš na mizo, pada ti na oči in pol ure načeloma bi bilo dovolj. Zato sem spraševal, zakaj se ti zdi ta sezonska. Ja, to zagotovo, glede svetlobe, glede sonca. Zdaj pri meni osebno lahko rečem to, da se odmaknem takrat od narave. Jaz sem tekom leta ogromno, imamo eno vikend hiško, res v naravi in sem veliko tam, od nekdaj imam pa res rada naravo, od malih nog ven. In že samo to, da se jaz dotikam trave, dreves, da sem tam, da vidim rože in tako naprej, to me polni. Zdaj nekje novembra se to konča, čez zimo nimamo odprto, pa nekje marca, aprila se spet začne, glih zdaj smo otvorili sezono in ta čas je najhujše. Čas je najhujše, ker živim pa v večstanovanjski hiši obdani samimi bloki, to je sam asfalt in beton
in zelo manjka ta povezanost z naravo. Vendar mislim, da ni kriv samo beton. Tudi če bi jaz čez zimo bila na vikendu, da bi lahko tam živela, je vseeno drugače. Dnevi so kratki, hladno je, potem recimo, če pade sneg, kje je zelenje, kje so rože. To je tisto, kar mene polni in poji. In pa seveda morje, no. Tega pa na vikendu žal ni. Ampak poletje je čas, ko lahko gremo tudi na morje. Tam se res izredno napojim. Tako da jaz vidim to tudi, ne samo mraz, vreme, ampak tudi ta stik z naravo takrat manjka v teh mesecih. Ja. Zakaj pa misliš, da recimo, kot si rekla, veliko sva se zdaj o teh fizioloških vplivih pogovarjala, ne? Kaj pa psihološki, kako si pri sebi to osmislila ali pa kako gledaš na to, ne? Kaj bi lahko bil vzrok, če to sploh obstaja, ne? Pri neki taki, da imamo enega človeka, ki je, kot se rekla, vzhičen ali pa vidi zelo barno svet, pa je zelo napolnjen, zanos ima, ljubi življenje, a ne? Pa en človek, ki mogoče manj vidi tega ali pa se s tem bojuje, ne? Ali pa ga to trpinči. Jaz mislim še vedno, da so tudi tu glavni vzrok hormoni. A ne? Ja. Ampak zdaj, če pustimo fiziologijo, moje mnenje, neki je zagotovo tudi kak tip značaja smo. Sicer ta klasična razdelitev na melanholika, sanguinika, kolerika in kaj že eden. Sem včasih to vedel, ampak nisem že Kako sem zdaj? Flegmatik. Melanholik, sanguinik, kolerik, flegmatik. Ne bi več držala. Sam jaz bi rekla, malo še vedno držijo. Ne? Ja. Nekdo bo imel malo več teh, nekdo drug pa malo več onih lastnosti. In nekdo, ki je sanguiničen, bo bolj živahen, bo bolj optimističen, bo bolj tako naravnan. Ne? Melanholik bo prej videl kozarec na pol prazen, kot na pol poln. Medtem ko v flegmatiku bo vseeno, samo da je nekaj v kozarcu. Ne? Jaz mislim, da tu je ta značaj. Potem pa seveda, kako smo odraščali, kje, v kakih okoliščinah, kako je to izoblikovalo našo psiho, koliko smo morali mi v sebi vzpostaviti obrambnih mehanizmov, da je naša psiha preživela določene težke zadeve v otroštvu, bodi si travme ali pa pač frustrirajoče zadeve, ni nujno, da je travma. Ne? Vse to nas oblikuje. In še nekaj bom rekla, jaz sem se dolgo v življenju zanašala na racionalizem, v smislu, vse je treba zracionalizirati, vsakršna vera, ne govorim zdaj o kakšni cerkvi pa religiji, govorim o veri, v karkoli, je brezvezna. Nabiš dokaze, ne? Ja, tako. Ja. In je opis za ljudstvo, tako sem to gledala. Tudi jaz. No, in rekla sem, da gledam zelo realno na svet. Ok, zdaj se spet lahko vračamo na ono, kar smo prej rekla, skozi naše filtre gledamo. Nimava izbire. Sem pa prebrala pred nedavnim nekaj, do česar sem že sama predtem prišla, in sicer, da realisti res sicer gledajo bolj realno na svet, kot pa recimo optimisti oziroma sanjači, ampak da jim to čisto nič ne pomaga. Tista realnost jim čisto nič ne pomaga, zato ker živijo pa bolj nesrečno, kot pa oni, ki so optimisti ali pa sanjači, oziroma se veš, ne mislim zdaj onih res sanjačev, ki zabluzijo, ampak ljudi, ki imajo svoje sanje, ki verjamejo v vile in škrate in karkoli, živijo srečnejše, imajo nižji krvni tlak, manj težav z povečanim krvnim sladkorjem in tako naprej. Skratka, dejansko jim na telo tudi to dobro deluje, ker živijo na nek način v srečnejšem svetu ali skozi srečnejšo perspektivo gledajo. Čeprav je za tega realista lažna, a ne? Ja. Jaz sem čas na to tako gledala, lažna. Pa kaj si zdaj ti tam to lažiš z neko vero vile, če to ni res? Ampak v končni fazi jaz zdaj pravim, ni važno, kaj res, važno je, kako tebi to deluje na tebe. In če ti deluje pozitivno, pa kaj potem, če verjameš v angele ali v vile ali v Boga, ni pomembno. Če ti to pomaga živeti bolje, če ti to pomaga imeti boljše odnose, če ti to pomaga biti boljši starš, just do it. Nima veze, zdaj realno, nerealno. Mene je zanašalo v cinizem, dokler sem se oklepala tega realizma, ali kako ne rečem, tega realnega pogleda. Jaz sem bila tako cinična. Mogoče, ne? Ja, zgor racijo deluje. Tako. Ja. In ko vidiš, kar pač vidiš, valjda, da vidiš okrog sebe veliko nepravilnosti tega, onega, tretjega. Jaz sem postala tako cinična, res. In je to začelo meni na osebne odnose vplivati. Da sem postala cinična do najbližjih ljudi. Se je izgubila tista čarovnija. In takrat sem se rekla, stop, čakaj malo, kaj je pravzaprav cinizem?
In sem si rekla, cinizem je tako kot ena vrsta obrambe. Recimo tako kot zanikanje. Imaš obrambo zanikanja, to so ljudje, ki rečejo, ne, to ni res, mož me ne tepe, mož me ljubi, to je zanikanje. Ampak kaj je pa cinizem? Cinizem je pa beg v humor, ki sploh ni smešen in v to, da v bistvu sam že vnaprej določiš. Sej mi tako ne bo uspelo, zato ker nima smisla, ker skratka, nekaj si že vnaprej določiš in to zabeliš s cinizmom samo zato, da če slučajno res ne uspe, da ne bi bil ranjen. V resnici si pa ravno tako ranjen, ampak že vnaprej si zastrupiš vse skupaj. In takrat sem se prav načrtno začela odvajati tudi cinizma. Še zdaj se včasih ujamem, ko mi kdo kaj reče, da se cinično odzovem. Recimo, nekdo bo nekaj povedal slabega, recimo. Bencin se je spet podražil. No, krasno. To je cinizem, evo ga, sicer tako zelo majčkeni dozi. Ampak to ni krasno in ni v redu, da tako reagiramo, a ne. Bolje je reči, ok, se je spet podražil, nekako bomo zvozili. Da daš nek optimizem, a ne, da nisi jaz besen, ampak ne pa cinizma. No, krasno, saj sem vedela, vse gre k hudiču, a ne, tega je ogromno, tega stava danes. Ja, mislim, tukaj sva popolnoma usklajena, pa se mi zdi, da sva v tem aspektu imela mogoče podobno filozofsko ali pa mentalno pot, ne, ker jaz sem bil ekstremno racionalen, oziroma ekstremno sem racionalno gledal in videl sem, da pri sebi, da sem rajše imel prav, kakor da sem imam dobro. Točno to. In to v bistvu ti plačuješ to ceno počutja, sodelovanja z drugimi ljudmi, razumevanja drugih ljudi, to, da se imaš fajn z drugimi ljudmi, zato da imaš prav. Ne? In pri meni pa ni bilo tako, da me je to razrešilo, to spoznanje, da se imam rajš prav, da se imam rajš dober. Ja. Ampak to spoznanje, da sem videl, da resnica zares mogoče celo ne obstaja. Obstaja moja resnica, obstaja njegova resnica, ampak če bom jaz svojo resnico vsiljeval v to skupno resnico, a ne, bom skozi bil v navzkrižju z drugimi ljudmi. Ne. In ker sem se dejansko res začel verjeti, ali pa tako se mi je pač zgodilo mentalno, da mislim, da ne verjamem v objektivnost, da sploh obstaja. Tisto, kar mi rečemo, da je objektivno, je samo skupek subjektivnosti, ki se slučajno skladajo. Se pravi, midva bova rekla, ta miza res obstaja, ti boš rekla iz svoje subjektive, da obstaja, jaz bom iz subjektive rekel, da obstaja. In takrat bova rekla, to je kao objektivno. Ampak zares, mislim, da nimamo dostop do objektivnosti. A ne? In tako pol vidiš, a ne, mogoče sem začel malo druge ljudi tako, on pa tako vidi, a ne. Niti ne bom nikoli vedel, kako zares vidi, ampak vidim, da vidi drugače kot jaz. In to sprejmem. In mogoče ima pa on prav, mogoče bom jaz čez 5 let razmišljal tako kot on. Ne vem, astrologija, jaz sem bil vse to jaz sem bil tako, kako si rekla, sem se zelo najdel v tem, kako si rekla, A veš, tega se oklepamo, ker nam deluje kao varno. Varno, to, kar vidim, obstaja in to, kar obstaja, je varno. Vse ostalo izven tega konteksta je nevarno. Tudi, če ni nevarno, je pa vse nevarno, ker je neznano. Ja. To nam predstavlja neko varnost. In poglej, slovenščina oziroma naša kultura je prežeta že s pregovori na to temo. Saj verjamem, da so tudi druge ti pregovori. Tipičen je ne hvali dneva pred večerom. Jaz se spomnim, pri eni prijateljici sem bila na obisku in ne vem, kaj smo se pogovarjali in sem jaz rekla, ampak ne hvalima dneva pred večerom. In mi je ona rekla, ampak čakaj malo, mama se pravico zdaj veseliti tega, a se bo šlo ali se ne bo, tega ne vema, ampak mama se pravico zdaj veseliti, ne moramo si že vnaprej vzeti tega. Veš, kako mi je to dalo misliti, koliko se kar držimo nekih takih pravil, ki v bistvu samo temu služijo, da mi mislimo, naš ego misli, da se bomo s tem zavarovali, da si bomo prihranili neko razočaranje, neko bolečino. Na koncu nas pa ravno tako boli, ker če bi to je pa moj način deloval, potem najbrž ne ti, ne jaz ne bi imela izkušnje razočaranja, občutka izdanosti, bolečine. No, ker bi se tako lepo zavarovala s tem, pa ne dela tako, ne grem, ne deluje. Ja, mogoče imaš lahko samo to srečo, da ti čim hitrej, čim bolj močno neha delovati, zato da ne vlečeš to v svoje pozna leta, ali pa da še bolj te vzorce
zacementiraš v svoj ne, ker če ti deluje to, pa lahko greva zdaj nazaj na narcise, ne, ker recimo, da si nek podjetnik, pa bom igral to igro, so moški recimo večinoma, ne, kar mi je čist miselno, ampak sem želel malo te povprašati o tem. Če si ti podjetnik, pa ti ta način delovanja v svetu deluje, ker si ful uspešen, ljudje te gledajo tako na pedestal te dajo, ne, dajo ti to, kar ti želiš, ne. Je te vzorce skoraj bi rekel, da ne mogoče spremeniti, ne? Ker bi se mogel odreči vsemu temu, kar ti je v bistvu tudi pomembno. Ne? Pomemben ti je uspeh, pomemben je, da te občuduje oziroma da te cenijo ljudje. Ne? In tako si prišel tja v biznis svetu s tem načinom delovanja. Ne? Zdaj te pa ti ena terapeutka reče, ali pa Aleksandra, ne? Narcisoidna motnja, ne? Sem se tako... ampak zakaj bi se jaz temu odrekel, ne? In to lahko govoriva. Kaj narcis ali pa kaj si ti videla pri svojih izkušnjah z njimi, ne? Sebi škodijo. Kje sebi škodijo s tem ravnanjem? Zakaj bi sploh spremenili? V svojih lastnih očeh si ne škodijo. Ne glede na to, kaj počnejo, kaj se dogaja. Ne, sami sebi nikoli ne škodijo. Škodijo jim drugi ljudje ali okoliščine. So žrtev okoliščin, so žrtev drugih ljudi. Sami sebe ne bojo nikoli dojeli, kot da so sami sebe zakaj prikrajšali ali si škodovali. To nikakor ne. Zdaj, okolje, krivdo, odgovornost prevračajo na okolje. To je tipično. Drugače ne gre. Sprav ne sprejme odgovornosti, tok zlo. Ne, sploh ne zelo, sploh ne. Odgovornosti narcis ne bo prevzel, to je že eno od najmočnejših znakov, da imaš opravka s tako osebo. Nobenega sprejemanja odgovornosti za čisto nič, ampak res za čisto nič, tudi za stvari, ki sploh niso pomembne, ki ne prinašajo nobenih slabih posledic. Ampak če se njemu, Bog ve zakaj, v njegovi resnici, ko smo se že prej o tem pogovarjala, zdi, da bi mu to škodovalo, ne bo priznal. Naprimer, a si predstavil kozarec? Če se njemu zdi, da bi mu priznanje tega škodovalo, ne bo priznal, pa tudi, če smo ga videli, da je to storil, ne bo priznal. Ampak bo z gaslightingom, z manipuliranjem ali s kričanjem ali s kako drugo destruktivno navado ali sredstvom dosegel, da se bomo umaknili. Oziroma, kadar smo dovolj dolgo ob narcisu, doseže, da začnemo dvomiti vase. Spravi, ti vidiš, a ne, da sem jaz to naredila. Ampak če te bom jaz dovolj pritiskala, te lahko spravim stanje, ko boš začel dvomiti, da si to res videl. Eno leto 5 ljudi me prepričuje, bom podvomil v svoj spomin. Seveda. To je gaslighting, ravno to. In to je tudi najtežje opisljivo, ko pride stranka k meni ali pa k nekemu psihoterapeutu. Kaj je narobe? Pravzaprav težko najde besede, kako pojasni to, kar sem zdaj s tem kozarcem dala primerjav, ker ne zna s prstom pokazati, kaj je narobe. Reče, zdi se mi tako, da sem jaz nora ali pa je on nor. Ampak nekdo je nor. Tako zverbalizirajo to. Ne znajo povedati, kaj se dogaja. Ok, jaz vem, zato ker imam to znanje, ker sem se res specifično v to totalno poglobila. Zdaj, en splošen psiholog mogoče ne bo takoj zaznal, za kak problem gre. A veš, in potem želijo potolažiti, sej absolutno izhajajo iz dobrih namenov. Ampak s tem, kot mi, človeka, ki je bil gaslighten, jaz temu pravim poneumljajoče zavajanje, takega človeka poskušam pripričati, no pa sej ni tako hudo. Ga mi spet gaslightamo, ta trenutek, sej ni tako hudo, pa malo, ne strinjamo se vsi, malo je pa treba kdaj kak kompromis in tako naprej. Vsem tem reviktimiziramo žrtvo. Ja, nasilni smo do njene resnice. Ne? Ja, lahko bi tako rekel, ja. Vse nasilje je tako zelo tak zanimiv termin. To sem enkrat, smo neke substance zaužili, pa imam jaz te filozofske debate sam s sabo, ne? Ampak sem videl, da sem v svojem življenju nasilen velikrat, ne? Ampak ne fizično nasilen, ne? Ampak nasilen z besedami, svojo resnico napram resnici drugega, ne? In to je točno to, ti prepričuješ drugega, da je drugače, kot on čuti, da je, ne, tisti trenutek. Ja. In ga hočeš podrediti na nek način in si nasilen, si z besedami, z filozofijo, z mnenji svojimi. Ne? In to je zelo težko videti, ne, ko to delaš. Ja, izredno težko je to sam pri sebi opaziti. Kaj ti verjameš temu? Ne?
Ampak, veš, to, kar si zdaj rekel, to nasilje, tako bom rekla, v splošnem smo še kot družba, kot rasa, kot vrsta, še precej nezreli, no, tako lahko rečemo. Ampak nekje se da ta meja pa vendarle malo potegniti. Poglej, recimo jaz lahko doživim neko resnico drugače kot ti in se ti zaradi nečesa zdaj razburjaš, pa jaz rečem, pa daj, pa ni bilo kaj tako hudega, lepo te prosim, ne zdaj dela drame, ali pa karkoli, kar konec koncev tudi lahko opredeliš kot nasilje, da te nisem razumela, nisem ti dovolila, da izraziš svojo resnico. Ampak vseeno, to ne vem, koliko izkušenj imaš, jaz jih imam malo morje na tak način, kot sem zdaj povedala. Ne, tok, nimam tok. Ja. In sem bila jaz tega žrtev in sem bila storilec. Z obeh plati imam te izkušnje. Ampak kje je pa ena res pomembna meja, ko veš, da zdaj pa verjetno imaš opravka s toksično osebo, je pa tisti trenutek, ko ti reče ta oseba, da narobe čutiš. Takrat to je pa čista matematika. Lej, tam pa ni več nobenega vprašanja. Narobe čutiš. Ni nujno, da ti reče direktno s temi besedami, narobe čutiš. Ampak recimo ti si zdaj jezen, jaz pa rečem, nimaš biti zakaj jezen. Aha. Recimo. Ja, ali kako drugače, a ne. Ali pa ne jezi se tudi to, a ne, zatočkavanje. Ne jezi se, umiri se, obvladaj se. Tu smo pa že na tistem močvirnem terenu, kjer je zelo možno, da gre za toksično osebo. Ker ne glede na to, kaj čutiš, ti ta trenutek in jaz oba čutima prav, ker ne moreš čutiti narobe. Misliš lahko narobe, ne moreš pa čutiti narobe. Oseba, ki ti skuša čustva popravljati, je toksična oseba. Misliš lahko narobe? Seveda lahko narobe misliš. Napačna prepričanja imamo v mislih. Ja, to je po moje diskutabilno, ne? Ne vem. Jaz bi rekel narobe, pa to bi dal tudi v navednice, lahko deluješ, se pravi akcije delaš. To pomeni, da ti svojimi akcijami škodiš drugim živim bitjem, ki imajo zavest. To lahko rečemo mi moralno in narobe, ne? Ampak jaz mislim v sebi noter, v mojem notranjem svetu. Ja. Čutim, mislim, oboje se mi sam dogaja. Zato bi jaz rekel, da nimam kontrole nad svojimi mislimi, tako, kot nimam kontrole nad svojimi čustvi v trenutku. Seveda lahko jaz delam na sebi, to spreminjam na dolgi časovni premici, to nočem se kle oprati odgovornosti, ampak tako, v danem trenutku, ko mi pade neka misel na pamet, Ja. to nisem jaz bral, da mi bo padlo na pamet. To se je samo zgodilo. Ne? In takrat reči narobe je, da to mislim, ne? Je nova misel, ki vse skupaj zafecla. A ne? To je samo tako moj tak mali komentar na to, da na mišljenje. Ne? Ampak verjetno velikrat mišljenje pa čustva povzročajo akcije. Ne? Ja. In nekdo lahko s svojimi čustvi, a ne jeze, dela slabe stvari fizično. Takrat ga pa je treba verjetno ustaviti. Seveda. To ni prav, kar delaš. To, kar si zdaj glede misli povedal, z tega vidika, se jaz popolnoma strinjam. Češ ne izbereš. Čeprav William Glasser bi rekel, da je vse izbira. On je utemeljitelj teorije izbere. On pravi, vse je izbira. Ampak dobro, tja zdaj rajš ne grem, ker je, ne vem, mislim, da nima časa do 10 zvečer. Ampak, kaj pa ti misliš? Ampak to, kar si dejal kot primer, je res, se popolnoma strinjam. Ne moreš reči, da je to napačna misel. Ampak poglej, ti bom dala pa jaz primer, kako jaz to vidim. Odraščaš v prepričanju, tipično soodvisniško prepričanje je, drugi so boljši od mene. In potem se zgodi, recimo, da greš na razgovor za službo. Pa sta dva kandidata, ti in še eden. In ti sicer veš, da ta drugi je brat od šefa, ki ga bo zdaj zaposlil ali pa ga ne bo, kljub temu, pa ne rečeš, veze in poznanstva, ko si zavrnjen kot kandidat, ampak rečeš, drugi so boljši. In to, kar sem zdaj doživel, je dokaz, da sem jaz slabši, da so drugi dejansko boljši. Vidiš, in to je napačno prepričanje. Aha, ja, sej po moje se strinjava, sam beseda napačno je mene zmotila. Jaz bi dal neoptimalno razmišljanje, zato ker ti ne služi v življenju. Točno to, odlična definicija. Ja, točno to. Ja, lahko imaš boljše miselne procese za sebe, pa za druge, pa slabše. Ampak ja, zdaj te razumem, kaj hočeš povedati. Ni v skladu z neko tako realnostjo,
ker če bi bil ti v skladu z njo, bi ti bolj služila. Ti v bistvu sebe sabotiraš s temi miselnimi procesi. Ja, točno to. Ja, to sem pa velikrat v življenju videl. Ne pri sebi, ampak pri drugih sem to videl, ker so videli sebe kot manj vredne. Meni je bilo pa čudno, zakaj bi nekdo sploh tako razmišljal. Ja. Zakaj bi sebi delal to škodo, plus ni res. Ja. Tako da dvojno. In ja, nisem nikoli zares lahko tako dobro razumel take osebe. Ja, veš, ti temelji so v otroštvu položeni, ne v odraslosti. In mi smo pozabili, kako so nam bili položeni, zakaj. Ti pozabiš to kot oseba, ki tako živi. To je tebi samoumevno, tako kot da, ne vem, da po noči, ko spiš, zapreš oči. Tako samoumevno ti je, da si ti ponavadi za vse kriv, da si odgovoren, da si slabši od večine drugih, če že ne glih od vseh, a ne. In vse, kar se ti v življenju dogaja, gledaš kot ta popačeni filter. In vse, kar se zgodi, ti bi interpretiral tako, jaz bom interpretirala pa tako, da se bo ujemalo z mojim filtrom. In ta primer prej, ko sem rekla 2 kandidata, iz tega bom jaz potegnila dokaz, da je res, da sem slaba. A ne? Sploh ne moramo, to je popolnoma samodejno ravnanje, to gre v mislih in v čustvih avtomatizirano, popolnoma. Ker to smo se naučili kot otroci, bolj ali manj, odvisno zdaj pri katerih letih. Ampak čim, ko je bilo to v otroštvu, postane avtomatizem. Tako kot, ko si se naučil voziti kolo, to je avtomatizem. In sploh nimamo nadzora nad tem, dokler ne začnemo košček za koščkom ozaveščati vsega tega. Ja, enkrat sem zelo dobro metaforo na to, kar si zdaj govorila, slišal, da je v bistvu, imamo nek hrib in predstavljeno so neko tako snežno pokrajino in ti se z sankami se voziš po tem hribu, ne? In ti se prvič spustiš in boš naredil določeno sled s temi sankami, ne? In ko boš drugič šel, ker je sled že narejena, obstaja večja verjetnost, da boš ti po isti sledi šel. Ja. In bolj kot se ti voziš po tem hribu, bolj globoke so te sledi in teže je zaviti nekam drugam. Ne? Ja. In to so recimo prispodoba za vzorce. Vzorce, ne? To sem pa slišal na podlagi tega, ker se zdaj v Ameriki recimo neka taka renesansa se dogaja za zdravljenje z psihedeličnimi substancami. Ne vem, koliko ti je to znano. Recimo gobe so neka... Nekaj sem zasledila, ampak zelo malo. Ja, to je ta inštitut John Hopkins, tam veliko delajo, je organizacija MAPS, kjer veteranom pomagajo, ki imajo posttraumatske strese, ne? Ampak to dela z MDMA-om, kar je druga stvar, ampak v okviru te prispodobe je pa neka taka močna psihedelična izkušnja v terapevtskem okolju za terapeuti, je kot bi na novo sneg zapadel, ne? Aha. In v bistvu imaš ti malo več šanse pogledati malo drugam, ne? Sebe iz drugih zornih kotov, ki ti omogoči ta izkušnja, ker res taka lahko intenzivna psihično. Ne? In zdaj se veliko teh raziskav dogaja prav za zdravljenje depresije. Ne? S tem, ne? Imajo ful neverjetne rezultate. Ne? Ampak vse to so že v 60-ih, 70-ih vedela, ne? Pa se je pol to vse prepovedalo zaradi zlorabe teh substanc. Ne? Ampak nisi nič slišala za te alternativne, kako bi rekel. Bežno. Slišala sem za ayahuasko, pa še ena reč, ki se je pri nas kar uživala tudi svoj čas, absint. Aha. To je pa alkoholna pijača, ki ima malo te... Ja, naj bi ti odstrla kao tisto pravo, kaj se skriva v tebi. Ampak vse to vključuje to nevarnost tripa, ne? Slavega tripa. Zato sem jaz vedno tu, že med branjem, bom rekla, sem se nekako od tega vedno distancirala. Nimam poguma, da bi šla v to čisto iskreno, če bi mi kdo ponudil. Ravno zaradi teh izkušenj slabega tripa, ki lahko ostanejo za vse življenje. Terapeuti nikoli ne uporabljajo tega izraza slab trip oziroma bad trip, zato ker s tem že damo neko konotacijo izkušnji, zato se uporablja challenging trip oziroma težek trip. Ja.
ker nekaj imam izkušenj s temi težkimi tripi in jih dejansko ne tretiram kot slabe, prej obratno. Jaz sem se v teh težkih izkušnjah, ki so dobesedno peklenske, ne morem bolj poudariti dobesedno peklenske, to, kar za mene peko pomeni. Ja. Najhujše, kar je možno sploh, neskončno časa. To je peko za me. Ja. Zdaj pa to je individualno, kaj je najhujše. Ne? Ampak mislim, ogromno vidiš v bistvu o dinamiki vesolja, ne? Da ta sila dobrega, slabega, jaz kot ego, ki potujem po tem vesolju, in se konstantno s temi dvemi silami igram, hočem Boga, hočem dobro, nočem pa sprejeti slabega. Ne? In nisem vedel, da se Bog ne skriva v dobrom, ne? Bog je celota, karkoli pač razumeš kot Bog, ne? Ampak celota je Bog, ne? In to je človeku, ne more se temu približati, ne? Temu se lahko samo Bog približa, ne človeški ego, ker ne moreš, jaz mislim, da človeški ego ne more tega slabega sprocesirati. Mi bi radi bili Božji, mi bi radi bili razsvetljeni, mi bi radi bili ne vem kje, ne? Ampak ne bi radi pa tega pola. Ne? Ampak to ne gre. Ne. V življenju ne gre, vsaj tako sem videl. No. Ne moreš biti svetloba, če nisi vsaj malo tema, jaz pravim. Oziroma, všeč mi je ta misel, da samo v čisti, trdi temi se vidi najmanjša lučka. To je pa tista spodbuda, ki jo jaz tudi ponavadi dam svojim strankam, ko se počutijo, da so v totalni temi, nobene lučke ni. Jaz pravim, ti si ta lučka, ker ti iščeš pomoč, ti delaš nekaj za sebe, pripravljen si delati na sebi, se boriti za otroke, mogoče nekoč v prihodnosti drugim pomagati. Ti si ta lučka in zdaj toliko teme okrog tebe, jaz te zato še bolj vidim. Zdaj sem nekaj rekla, kar bom še tu dodala, ker sem rekla, še bolj vidim. Temeljni problem vseh nas je za moj pojem ta, da nismo dovolj vidni oziroma videni in slišani. En kitajski zenist, jaz pa imena, veš, najbrž ga niti prav izgovoriti ne znam. Ampak v njegovi knjigi sem prebrala misel, na psihoterapijo hodijo ljudje, ki jih doma nihče ne posluša. In s tem je zajeto bistvo. Nismo slišani, nismo videni. Potem lahko govorimo o pozornosti, koliko je bilo sploh pozornosti, lahko govorimo tudi o validaciji. Se pravi, ko je otrok izrazil neko čustvo, a ga je starš validiral v smislu, razumem, da se res tako počutiš in ne, je že dobro ali še kaj hujšega. In resnica je ta, mene še danes lahko v solze spravi nekdo, ki me bo videl in slišal in mi bo to pokazal. Ker mi to tako zelo manjka. Takrat se zbudi ta bolečina manjka. Ta bolečina nas spomni, lej, to ti je pripadalo, imaš pravico kot otrok, da si slišan, da si viden, da si sprejet, pa nisi dobil. In potem se kar navadimo, zdaj bom rekla spet napačna prepričanja, da je to normalno. In vsi drugi tudi nimajo in vse je povsod tako in ne vem, to je crkljanje, to je razvajanje otroka, celo s svojimi otroki to delamo. Ne damo jim dovolj pozornosti, da jih ne bomo razvadili, ker smo sami tako navajeni. In potem kar naenkrat sediš pri nekem psihoterapeutu in mu jokaš in človek te gleda, te posluša, te vidi in takrat začutiš najhujšo bolečino. Ker takrat prvič morda, mnogi ljudje v psihoterapiji prvič dobijo izkušnjo, da so videni, da so slišani, da nekdo res, tako kot ti zdaj tu sediš, čeprav nisi psihoterapeut, ampak sediš, gledaš in poslušaš in je s tebe. Mi dva si zdaj dajeva to izkušnjo. Ampak kolikokrat si mi to izkušnjo damo, recimo znotraj družine, znotraj prijateljskih odnosov, znotraj, ne vem, med kolegi v službi, kakorkoli. Da mi omogočimo drugim prostor. Ne? Ja, kako redko. In to smo kot družba, smo tukaj še v bistvu na začetku tega. Ja, sem slišal za neke običaje, ki jih imajo neki, ki živijo kot neki domorodci, mislim, da na Havajih ali nekje, oziroma živijo tako v takih skupnostih kot lovci in nabiralci, ne? In je bila v eni knjigi opisana njihov ta kaznilni sistem, se pravi, nekdo nekaj ukrade, nekdo se nekaj neoptimalno, bom rekel, se obnaša v družbi, neoptimalno za ostale in za sebe, ne? In mi imamo kle zapore ali pa imamo neke denarne kazni, ne? Ampak za najhujše zločine imamo zapore.
Oni se pa tega tako lotijo, da se zberejo v krogu, njega dajo v sredino in mu v bistvu s pesmijo, ki je on dobil, ko je bil rojen, se pravi, vsak ima svojo pesem, mu v bistvu pošiljajo ljubezen. In to se dogaja cel dan. Ja. Se pravi, nekoga, ki je nekaj slabega naredil po naše, ne samo, da ga niso kaznovali, ne? Oni so ga v bistvu zasuli z ljubeznijo, ne? To, kar si v bistvu vsak želi. In oni verjamejo tako, da pozdravijo tega človeka, ker on je bolan, ker je to naredil. On je ukradel in on ne razume, nečesa ne razume. Ne? On je preveč v svojemu egu, ali je preveč trpel, ali ima travme, vse to. Ampak to mi je, ker je inverzen pristop od našega. Ne? In to, stvari, ki so inverzne, jih je treba res pogledati. Ne? Zakaj eni delajo čist drugače, kot mi? A smo mi izgubili mogoče neko... Jaz razumem, da je treba morilce odstraniti od družbe, da ne bi dodatnih stvari povzročali. Ampak kaj se pol tam dogaja? Ne dogaja se zdravljenje, ampak dogaja se kaznovanje. Ne? In s kaznovanjem mi samo druge, ki še tega niso naredili, mogoče odvrnemo, ker se bojijo kazni. Nismo pa tega pozdravili. Nič nismo naredili. In v primeru Amerike še hujše stvari se naredijo, ne? Ker se v zaboru straumatiziraš dodatno. Poznam ta primer, ko si ga povedal. Sem ga v redu povedal, ali je jaz se spomnim sicer različice, da ne da so mu peli, ampak da mu cel dan vsi govorijo lepe stvari. Se pravi, stvari, ki so njegove lepe lastnosti. Mogoče sem malo zamešal s te pesmico ob rojstvu. Pesmica pa mislim, da je nekako v tem duhu, da ženska, ki hoče imeti otroka, gre pesem pet in potem pride moški in skupaj pojeta pesem in potem spočeta otroka in to je potem otrokova pesem. Tako nekako neki s pesmi je bilo. V glavnem, jaz sem takrat malo šla za tem, sem prav raziskovala. Koliko bi lahko mi, zahodni svet, ukomponirali v svoje vsakdanje življenje, to njihovo logiko. Malo sem pregledala, kako sicer živijo. In so stvari, ko se mi zdi, da bi kar probleme imele me zahodne ženske tule, recimo, da ima vsak moški več žena in tako naprej. Ampak zakaj ne bi iz tega vzeli pa tistega, kar lahko? Seveda. Svedno pravim, potegni vsake stvari, potegni to, kar ti lahko res služi. Iz Biblije ne vzemaš vsega. Če bi vse vzel, bi bil to zelo slab svet. Ampak določene stvari pa obstajajo, ki so koristne. Vsekakor. Narcis, malo sem dobil občutek, da malo ni pomoči za njega. Zato, ker tako si rekla, on itak ne vidi, pa ne bo priznal, da je z njim karkoli narobe, ampak se vemo, da če želiš delati na sebi, se zdraviti, moraš sebe videti kot celoto, kot nepopolnega, da lahko sploh posortiraš te stvari v svoji psihi. To me malo zanima, no? Kakšne so tvoje izkušnje tukaj? Jaz pravim, ni mogoče. Zdravitev ni mogoča. Dobro, res je, da narcizem je motnja spektra. Lahko rečeš nekdo, ki je ravno za repek ujel, da bi dobil diagnozo. Res, minimalno, a veš, glih za glih. Mogoče, da tak človek lahko določene stvari dejansko malo pri sebi izboljša. Če seveda bo to služilo v tem duhu, da bo njej olajšalo življenje. Ta motivacija mora biti vedno zraven. Narcis namreč tudi težko odlaga željo. Težko odlaga zadovoljitev. Se pravi, ko grem, recimo jaz na psihoterapijo, se rečem, vem, da bo mogoče trajalo 2 leti, da pridem do tja, do koder bi rada, pri čemer bo prvo leto slabše, kot je zdaj. Ker ponavadi je tako, ko začneš, je najprej slabše. Recimo to, pri narcisu ni variante, da bi on v kaj takega šel. Obstaja pa mala možnost, da če bi našel način, pristop, 3 mesece bo moral hoditi in že od samega začetka bo takoj neki, vsaj malenkost neki delovalo, da bo meni bolje. Taka je recimo vedensko-kognitivna terapija. Tam je malo uspeha lahko. Sploh, če ima neko motivacijo od zunaj. Grozi mu izguba službe, ali izguba ugleda, ali izguba denarja, ali izguba pozornosti. Družine. Ali družine. Poglej, kam sem dala to. Prioritete narcisov so ugled, denar, pozornost. Družina niti še potem ni. Ljudske potrebe so mu pomembne. In obvezno, ki se tikajo res izključno njega kot posameznika, ne v okviru družine.
Dobro, so tudi primeri, ko ne bo hotel izgubiti družine, ampak zakaj ne? Zaradi ugleda ali zaradi denarja. Spet smo tam pri prvih 3 razlogih. A veš. Drugače pa v bistvu, narcis, to, da ima on svoj lažni self. Ker če bi šel v terapijo, bi moral razdreti lažni self in narediti samo vpogled. Brez tega terapija uspešna ni. Brez tega so bližnjice in povrhnice. Ampak kako ne on to naredi, če je to ravno tisto, zaradi česar je on sploh, tako on to čuti, narcis ali ona, živ, zaradi česar je uspešen. Ja. To je samo umor. To je umor za njega, umrl bi, grožnja smrti. Lažni self je zgradil, ker je njegov pravi self. Narcis je dobil informacijo, da je njegov pravi self, to, kar on je, nesprejemljiv. Ne sme živeti, ne sme obstajati, tako grozen je. In ni imel druge možnosti, kot da je polovico sebe, to je tista slaba polovica, ki jo imamo čisto vsi, je čist človeška, ampak žal, zaradi okoliščin se je naučil to odrezati, ne obstaja, jaz tega nimam in ta del nadomesti s tem omnipotentnim, superiornim, napihnjenim egom, a ne, jaz sem najboljši, jaz sem najlepši, jaz največ prenesem, jaz največ zmorem, jaz sem največja žrtev, karkoli pač, vse naj. Tak lahko obstajam. Če sem pomanjkljiv, pa ne smem obstajati. In to je čisto v temelju eksistencialni strah, ki ga lahko imaš ti ali pa jaz, če se znajdem na robu prepada, ne. Prav tak strah. In a je jasno, da ne boš skočil v prepad? Jaz tudi ne. Ne boš mogel. Ja. Mislim, da ljudje, ki so tudi bili pred samomorom, pa je bila nek skok, da psiha je želela, ampak telo se je ločilo od tega in ni dovolilo, ne. To je to močno. Preživitveni nagon. Seveda. In dobesedno mi, če bomo silili narcisa v terapijo, za njega je to tako, kot siliti mene, da ne skočim v prepad. Moj preživitveni nagon mi bo rekel, ne delaj tega, ker boš umrla. In točno to, če bi zmogel narcis to povedati, ampak narcis tega ne zna povedati. Narcis reče, jaz ne rabim pomoči. Z mano je vse v redu, z vami je vse narobe. Ker ti pojdi. Narcisi redno pošiljajo, zdaj bom spet govorila o moških, ker imam pač 3 izkušenj več, redno pošiljajo svoje partnerke psihiatru, češ ti si nora. Ja. Kar je marsikdaj čisto dober nasvet, bom rekla, ker se potem lahko zgodi, da res partnerke pridejo toliko k sebi, da je potem narcisa zapustijo. Ampak to ni bil namen narcisa, namen je bil ti si nora, ti se spravi k sebi, ti mi nehaj težiti. Žal. Ni veliko upanja. Mnogi strokovnjaki to priznavajo, da ni skoraj nič upanja, da bi se res narcis lahko vsaj malo, uskladil s svetom, z našim svetom, z našo kolektivno resnico, pa naj bo subjektivna. Ker njegova, to, ko si pri filtre omenil, sem pri tem pomislila, moj Bog, tvoj filter je malo drugačen, moj je malo drugačen, od tistega tam je malo drugačen. Kako je pa drugačen narcisov filter? To si pa roko na srce ne moreš predstavljati, če nisi narcis. Jaz ne verjamem, da si lahko kdo to zares predstavlja. Pa jaz mislim, da tudi med nama, če bi se midva zdaj zamenjala v izkušnji, za 1 sekundo, da bi ti bila jaz, pa jaz ti, to bi bila čist nora izkušnja. Ker bi čutil čist druge stvari, obraz bi imel drugačen, procese miselne, tako da to ful mislimo, doskrat, da smo si podobni, sej daj to začutimo, ker si z nekom povezan v pogovoru, mi da pa isto. Na isti frekvenci. Jaz mislim, da v subjektivi, drug drugega je drugačen. Čisto drugačen. Ampak narcis. Zakaj si pa knjigo napisala pod drugačnim imenom? Pseudonimom? Takrat je malo vplivalo to, da sem bila zelo v strahu še, bom rekla. To je zdaj, ponavadi me ljudje vprašajo, česa si se bala. To je zdaj težko razložiti. To razumejo zdaj spet soodvisniki. Kak te je kar strah? Imaš neke konkretne strahove. Recimo, jaz tega strahu nisem imela. Partner se mi bo maščeval, ker jaz nisem imela s partnerjem te izkušnje. Te moje ženske imajo ponavadi s partnerjem to izkušnje. A ti nisi imela izkušnje s partnerjem? Nisem imela izkušnje s partnerjem. Ne. Se pravi, tega strahu jaz nisem imela, ampak je pa to čisto realen strah, ki mnoge zelo ujera, ker dejansko se partner rad maščuje. Pa celo pri tistih, ki partner, recimo vemo, da se ne bo maščeval, ali je celo pokojni, celo takrat je kar ta strah še prisoten. Veš, prispodoba ribice v buči, tudi če jo daš v ocean, bo še vedno plavala v malih krogih, To je to. Rabi res ful časa, da začneš
videti svet in ne več tiste buče. Potem malo sem pa želela, tako bom rekla, videla sem takrat, da pri nas tega ni še. Ni bilo knjig o tem, tudi članki na internetu grozljivo redki, in sem želela, da knjiga pride do čim več bralcev. In zdaj, ker je bilo do takrat za mano že izdanih 20 knjig, bom rekla, ker poznam malo to sceno. In vem, da žal je pri nas tako, da slovenski bralci rajši posegamo po avtorjih, ki imajo tuja imena. In ker sem jaz želela, da po knjigi posežejo čim večji meri, sem našla eno tako ime, ki malo vleče na tuje. Loti Palmer, to bi lahko bilo nemško ali angleško, okolje. In mi je malo tudi z tega vidika bilo, naj knjiga doseže čim več bralcev, tudi tistih, a veš, ker dejansko mnogi bralci so tako nastrojeni, se pravim, spremljala sem to sceno res zelo dolgo, to ti prav napiše na forum, po knjigi slovenskega avtorja ne posežem, še s palico se je ne dotaknem, taka zamera vlada, to je zdaj spet tema zase, najbrž že iz osnovne šole, ko nam določene zadeve predpišejo slovenskih avtorjev, da se ljudem tek zamerijo. Verjetno, Danes se mi zdi, da se že tu tudi malo premika. Recimo Karel Gržan, živ Bog mu ne zameri, da je Slovenc, a ne? Tako da, to je krasno. Svojo publiko tudi, ne? Tako je. A veš, krasno je, da se to premika, ampak 2017, ko sem jaz to knjigo pisala, takrat je bilo še res, ogromne spremembe so se v teh 5 letih zgodile, res ogromne. Takrat je bilo zelo drugače. In sem rekla, naj bo psevdonim, nočem, da me kdo lovi, da mi kdo kaj očita, in pa naj bo tako ime, da bolj pritegne. To so bili moji razlogi. Ful dobro. Pa si bila pol zadovoljna s tem projektom, pa zakaj si pol razkrila, če imam prave informacije, ne? Ti najprej sploh nisi želela povedati, da si ti to napisala. Ja, tako je. Okay. Zakaj pa se je to pol spremenilo? Veš, to je bil en poseben proces tudi pri meni, bom rekla. To me zanima. Ja. Jaz sem knjigo napisala, izdala, dobila sem veliko pozitivnih feedbackov. Si založbo uporabila? Prek Jari je to šlo. Dobila sem veliko pozitivnega feedbacka, pač ne direktnega, to mi je recimo založba sporočala, ko so na založbo prihajale, pohvale pa tako. In pa od recenzentke, Urška Betelino je recenzirala mojo knjigo, ona je vedela, midve smo bili v kontaktu. In sem si rekla, to je to, moje delo je končano. Tako da je lahko naše delo, dokler smo živi, ko da je končano. In sem se, bom rekla, zaprla nazaj v svoj kokon in mi je čisto ustrezalo, da nihče ne ve, da sem jaz avtorica. Vedela sem, knjiga obstaja, kdor jo bo rabil, jo bo poiskal, si bo lahko z njo pomagal, a ne, to je to. In roke proč. In gremo dalje. In bom rekla, v tistih 2 letih po izidu knjige, pa do takrat, ko je mene Zvezdana potem povabila na oddajo. Kjerga leta je bilo to, da je Zvezdana? 2020. Koliko si čutila njen vpliv na marketinški vpliv? No, pridem do tega. V teh 2 letih, bom rekla, meni doma so se dogajale v naši družini razne stvari, ki so mi vedno bolj močno kazale, da, no, jaz se bom tek izrazila, zdaj ti ne bo všeč, da nekaj narobe delam, tako jaz to imenujem, nekaj narobe delam, pa rečma, nekaj ne delam optimalno, bolj po tvoje. Okay. In to se je kar nalagalo, kopičilo in tako naprej. Pa še sem imela pred to izdajo knjige že precej dela na sebi upravljenega, samo ne v kontekstu narcizma. Zato to sem šele takrat zavestila, 2017. Ampak ostalo, jaz sem kar v redu, pa saj mi kar gre. Real life je pa kazal, da mi ne gre kar, pa da so te problemi, pa z enim otrokom, pa z drugim otrokom, pa joj, bog. In pol temu seka leto 2020, ki je bilo res tudi na kolektivni ravni, zelo slabo. In takrat sem se jaz odločila, da tokrat se pa ne bom obrnila na psihoterapijo, ponavadi sem se vedno na psihoterapijo obračala, čutila sem, da sem prišla do enega zidu in če verjameš na ključja, jaz nekako že skoraj več ne, sem dobila takrat v newsfeedu na Facebooku en oglas je bil za neko delavnico pri Kristi Žmahar in to je mene poklicalo, ker je pisalo karma, razdelava odnosov. In odnosi, jaz sem vedela, da imam težave z odnosi, v odnosih. Ok, probam še to. To je moja zadnja možnost, če ne lahko pa umrem. In sem se jaz prijavila na tisto delavnico
In 2 tedna po začetku delavnice je prišlo vabilo, Zvezdaniino vabilo, da bi jaz se udeležila te oddaje, oziroma založba mi je to preposlala. Veš, in jaz sem že takrat bila v sebe potegnjena, ne, prestrašena. Sem prav Kristi vprašala, sem rekla, kaj mi pa ti svetuješ, ker nihče ne ve, da sem to jaz, a naj grem na oddajo ali ne. In Kristi je rekla, Aleksandra, živeti moraš svojo resnico, dokler se boš ti skrivala, tudi tak, za psevdonimom. Je rekla, jaz ne vidim nič druga v tvojem življenju, kot pa še eno lekcijo. A ne, zdaj, ko nekdo reče še eno lekcijo, pa veš, da bo hudo, ne. Tista lekcija ne bo lepa in prijetna. In sem rekla, veš kaj, lekcije je bilo samo leta 2020, za 3 življenja, ne. Grem tja, pa če potem, kot je rekel Gargamel, takoj umrem. Ne morem več čakati, skrivati se in čakati, da še ena lekcija preleti. Prehudo je bilo. In sem zbrala tisti pogum in sem rekla na založbi so bili vsi šokirani, niso pričakovali. Ok, grem. 4 dni prej nisem spala, adrenalin na polno. Pa ne samo zaradi kamere pa tega, ampak a veš, to pokazati se, da si ti ta človek. Ne vem, meni je bilo to ne vem, a boš ti lahko razumel, ker če nimaš te izkušnje, boš mogoče malo težko razumel. Če imaš ti tisti občutek v sebi, da nisi pomemben, da kar govoriš ni res, da kar govoriš ni pomembno, da si dolgočasen, da kaj pa sem, skratka zatrt, utišan človek. In potem prideš na televizijo, kjer celi Sloveniji o nečem govoriš. In to nečem, kar je v bistvu tudi mene ranilo. Ne poznam tega samo iz teorije, poznam iz prakse. Tam na samem snemanju je še šlo, veš, adrenalin je laufal, potem Zvezdana je karizmatična oseba, prijazna oseba, taka zelo je bila, tako sproščeni smo bili, zelo fajn je vodila. Ko sem se jaz domov vrnila, ko je to prišlo za mano, jaz sem imela 4 ure tako krizo, 4 ure jokanja, paničnega napada. Zakaj? Je rekel mož, kaj ti je, kaj je narobe? Saka, jaz sem se sam lagala, vse sem zasrala, zdaj bo prišla grozljiva kazen. Spravi, tu so se pojavili neki davni občutki, da jaz lažem, da sem vse zavozla in da bom grozljivo kaznovana, ki niso imeli nobene realne podlage v tem sedanjem trenutku in v okoliščinah. Ampak občutki so se pa občutili tako, kot da sem tu in zdaj jaz v tej situaciji in prav tisti občutek, zdaj se pa na obzorju že kaže ena grozljiva kazen, ena grozljiva posledica tega, da si ti, Aleksandra, zdaj nekaj tako zelo narobe naredila. In to je 4 ure me je miril, pa sem se sama skušala z dihalnimi vajami in tako. No, in potem sem napisala kratek mail tej Urški Batelino, recenzentki moje knjige, ki je tudi zelo, mislim, izjemna na tem področju narcizma. In mi je tako lep odgovor napisala. Je rekla, Aleksandra, tvoj se je odločil, da se razkriješ. Tvoje telo se še ni utegnilo odločiti. In ta reakcija, adrenalin jo je prej prekrival. Ko je adrenalin popustil, je ta reakcija zdaj, to reakcija telesa in male Aleksandre oziroma notranjega otroka, ne, tistih davnih občutkov, ko si doživljala take odzive, da moraš biti tiho, da si delaš sramoto, da boš čutila posledice tega, kar počneš. In to se ti je zdaj zbudilo. In te njene besede pa je bilo samo 5 stavkov, so mi tako pomagale, da sem potem drug dan, veš, lahko še enkrat šla čez ta proces, ampak v miru razumela in tudi sama sebi dala sočutje in začela razumela, da so se meni javile neke stare stvari, to pa ne pomeni, da bom zdaj, danes v tej situaciji, ne vem, a veš, si ne znaš predstavljati, kakšna kazen bo to. Če bi me zdaj vprašal, kakšne kazni si se bala, sploh ti ne znam odgovoriti, ker to je prišlo iz nekega otroškega dela, kjer so vsi ljudje nad tem otrokom imeli blazno moč, ki je pa danes nimajo. Čudovito. Hvala ti, kaj si... Ja. No, zelo sem se izpovedala zdaj, ja. Hvala, da si me poslušal. Sem se pa zdaj spomnila, da si me vprašal. Da je potem seveda, ko je Zvezdana s to oddajo, ko smo naredile, je potem knjiga doživela še en preporod. Knjiga se je že od začetka kar lepo prodajala, potem pa še, bom rekla, še 2-krat boljš kot prej, kar je bilo meni res izredno veselje. Ker to je pomenilo ljudje, ki prej niso vedeli za to knjigo. Zdaj vejo,
več informacij v knjigi in dobivala sem te feedbacke recimo na Facebook, na Messenger, na mail. Hvala vam za to knjigo, hvala, da ste napisali to knjigo, vaša knjiga mi je rešila življenje. Tako da spet ta smisel, o katerem sem prej govorila, se pravi, ni smisel biti depresiven in umreti. Ne, smisel je delati na sebi tako dolgo, da se osmisliš in potem pomagati. No, ne bom rekla, da je od vsakega človeka to poslanstvo, ampak od mnogih pa je pomagati še drugim. Ker ko imaš to izkušnjo, recimo jaz imam izkušnjo z depresijo, z Alzheimerjevo, to je imel oče, in zdaj z narcizmom. Ko imaš to izkušnjo, jaz vidim pri ljudeh, kako jim je olajšanje, ko pridejo k tebi in jim ni treba najprej vsega razložiti, ker jaz že vem, ker točno vem, ko reče en stavek, vemo, kaj je to, reče drug stavek in to jim toliko pomeni, veš, to razumevanje, sočutje, to rabimo, kot družba rabimo to. Da slišimo drug drugega, da se razumemo, da se sočutimo. Ja, absolutno, ne. Sej si predstavljam, da če prideš terapevtu, pa je nekdo na mentalni frekvenciji, pa te obravnava, da to ni dovolj, ne, da rabiš to se počuti, da te nekdo res razume, ne. In jaz mislim, da te težko razume nekdo, ki ni del podobne izkušnje kot ti čez. Ne predstavljam si, da je mogoče to, ne. Ker če gleda vsak za sebe svoje težke izkušnje, kakšen je bil pred tem, pa kako je gledal na te izkušnje, pa potem. Ja. To je, kot da bi celo življenje siceral jabolko, gledal ga pod mikroskopom, barvo analiziral, kakšne barve. Ne. Nikoli ga pa ne bi okusil. Ja. To manjka, ta del manjka. In jaz mislim, da je tukaj mogoče velik problem, ne, ker šolamo terapevte, zdaj so itak vsi zasedeni, že 2 leti. Ja. Poznam jih ogromno, ne, tudi tukaj so sedela, ne. Vem, s kakšnimi izkušnjami ne dostopnosti svoje časovne nezmožnosti sprocesirati vse, se soočajo, ne. In prihajajo novi terapevti, ki so šolani, ampak ne vem, no, vidiš, ne vem, tukaj sem imel tudi veliko fantov, ki so se spopadali z težkim življenjem, recimo, ne. Pol neke terapeute, ga predlagam, ne, da ga obišče, ne, in so fantje, ki so menjali 7 različnih terapeutov, pa potem pridejo k enemu dotičnemu, ki pa je imel zelo težko otroštvo. S samomorom se spogledoval pri 16, ne. In je rekel, po 45 minutah s tem človekom sem naredil več kot 7 terapeuti prej, samo zato, ker me je poslušal in sem videl v očeh njegovih, da me razume. Ja. In da sploh se štartu proces, rabiš nekoga, ki ti drži prostor, ki je sposoben držati prostor na ta način. In ne vem, no, nisem strokovnjak za terapije, nisem terapeut, nisem nič, ampak tako po logiki se mi zdi, da mu to mora biti nekdo, ki ima izkušnje s temi stvarmi, ki jih obravnava. Tako je, ker to je pa taka razlika. Jaz nisem terapeutka, imam samo izkušnjo. Ampak mnoge stranke so mi rekle, rajš pridem k tebi, zato ker me vidiš, ker me slišiš, ker točno razumeš, o čem govorim. Veš, treba je tudi vedeti, ta motnja je pri nas, nasplošno so te motnje sklopa B po ameriškem tem priročniku, ne? Pri nas je to malo drugače, so pri nas slabše poznane. In teoretično, in praktično, slabše poznane. Za kjer motnje točno govori zdaj? To govorim za narcistično, za mejno, histrionično, pa antisocialno. To so motnje sklopa B. In so dejansko pri nas slabše, že samo terminologija nam manjka. Recimo psihopat, sociopat, imaš ljudi, ko to enačijo, imaš ljudi, ko točno pojejo, sociopat je to, psihopat je to. Na koncu pa nekdo reče, ampak vse skupaj spada pa antisocialni osebnostni motnji, ne poseti pa že začne mešati, ker več ne veš, kaj je kaj. Ja, že tu so lahko težave. In pol pride taka oseba k terapeutu, ki ne pozna zadev, ne iz prakse in ne iz teorije dovolj. In jo revictimizira. In oseba ne ve, za kaj gre. Gre s partnerjem ali partnerko. To totalno odsvetujem, mimogrede. Nikoli ne hodite z narcisom na partnersko terapijo. Zato, ker partner bo terapeuta mogoče v mrežu.
bo terapeut še na vas pritisku, ali pa bo tukaj, kot si prej omenil, da pač, nisi mi ti omenil, to mi je nekdo drug rekel, viš preč informacij. Kaj me boš obtožila zdaj, sem čakal. Zdaj bi se začudil, bi rekel, ne tega ti pa nisem. Nekdo drug mi je to ravno danes rekel, da prideta na terapijo par, in zelo hitro terapeut recimo zazna, da tu pa gre za nekaj verjetno narcističnega in ko samo malo poskuša priškrniti oziroma malo utiša, da bi še partnerka imela možnost kaj povedati, je pa takoj konec. Narcis bo zaključil s terapijo, ker ta butasta ženska ne bo njega secerala in poskušala spreminjati. A veš, tako tudi to vidijo narcisi. Narcis ne razume, kaj je osebnostna rast. On vidi, nekdo me hoče spremeniti, nekdo me hoče secerati, zelo so pa navajeni, da o stvareh teh, kaj se je dogajalo doma, se ne govori. To je tipično za toksične družine, Kar je doma, o tem se ne govori, a oče pije, oče posiljuje hčerko, o tem se ne govori nikomur nikdar, ker je to sramota, ker si itak ne bodo verjeli in tako naprej. In dejansko, to tudi sodisniki imajo težave s tem, narcis pa itak, o tem se ne govori, ker to bi bila izdaja. In narcis čuti, če ga mi zapustimo ali če mi se izpovemo nekomu o tem, kar se dogaja, da smo ga izdali. Narcis ne more, recimo, si reči, ok, je pač povedala tam enemu terapeutu, zato ker je pač tak, ne vem, se suta in je rabila, da jo nekdo posluša, ma kje pa, on bo rekel, izdala si me, nož v hrbet. Verjetno hoče to, nočem upraviti besede žrtev, ampak to soodvisnika mal ograditi od okolice oziroma mal izolirati. To pa itak. Zato, ker izolirano stvar najbolj manipuliraš. Tako je. Se v laboratoriju v vakumu najbolj delamo stvari, ker ni drugih dejavnikov. Imam kontrolo največjo lahko. Kontrolirano okolje, točno to. In da ne boš mislil, da gre samo za ljudi, izolirajo jih od hišnih ljubljenčkov in celo od sobnih rastlin. Tako daleč gre to. Se pravi, ne boš več imela hišnega ljubljenčka, ker imam kar naenkrat alergijo na mačke ali kaj podobnega. Zakaj imaš to, ta fikus tam, ko samo plac porablja, ko se samo praši, vrži stran. Tako daleč to gre. Se pravi, basically res niti ene opore več ne sme imeti v obliki kakršnega koli živega bitja, še rastline. Ok, greva zdaj, ni pomoči za narcise, sva rekla. Ja. Ki imaš to mi je zanimivo, ker redko prideš v življenju situacija, ker rečeš, ok, kaj pa se da narediti, redko ti nekdo reče, nič se ne da. Ja. Nažalost. Mislim, na srečo je tako, in je res kar kruto reči ne. Se slišim, kako to zveni, ampak tako imaš izkušnje, da ne vem, lej. A veš, problem je še ta, ne pozabiti, da imam večina, oziroma vsaj polovica žrtev, oziroma teh ljudi, ki se zapletejo z narcisom, sindrom rešitelja. Aha. A veš, kako težko potem to, da ti človeku najprej dopoješ, da je človek nerešljiv, da mu ne moreš pomagati, še vseeno je treba potem obravnavati tudi soodvisnikov sindrom rešitelja, zato ker soodvisnik je navajen, v Karpanovem trikotniku v svoji osnovni družini je verjetno večino časa igral rešitelja. Recimo med mamo in očetom toksičnim, je bil otrok ta tampon med njima in on je prepričan, da to je njegovo življenjsko poslanstvo, da to je normalno, da to počne, on mora ljudi reševati, on se mora uglašati na potrebe drugih, ne na svoje. In zdaj reči, komorkoli, sej narcizem je ozdravljiv, jaz pravim, je prav toksično, da bi komorkoli to sploh rekli, ker tudi v tistem mini procentu, ko je ozdravljiv, še vseeno ni ozdravljiv, dokler sta osebi v tem odnosu skupaj, ker drugo poganjata. A veš, tudi soodvisnik je tu odgovoren, saj ni narcis vsega kriv. Soodvisnik ravno tako omogoča poganjanje te peklenske gugalnice, kot se je izrazila Sanja Rozman v svoji knjigi. Tam je sicer govor o alkoholiku, vendar je tudi z narcizem in alkoholizem delno podobna zadeva. Tako da, a veš, tu sta obe strani je treba gledati. In če narcisu ni pomoči, meni pa je pomoč, potem je moja odgovornost in samo moja, da grem proč od narcisa in sebe rešim. To je moja odgovornost, ne njegova. Ni pa tudi ne moja odgovornost, da jaz njega rešujem, ker ga ne morem. A lahko stanem z narcisom, pa istočasno sebe rešim?
Moraš iti stran. Ja. Tako bom rekla, zdaj sem zelo brezkompromisno rekla ne, spet, za res rešiti se in zacveteti ne moreš. Lahko ostaneš ob narcisu in na nek način izboljšaš malo svoje zadeve, malo bolje. Sploh, če najdeš kak tak režim, da si recimo čim manj z njim skupaj, čeprav sta še skupaj, a ne? To je recimo en način. Pa razni res izpolnjujoči hobiji. Pa da se naučiš, prav naučiti se je treba, kako komunicirati z njim. Zato, da ne padaš več ves čas v njegove te zanke pri pogovoru. A ne? Da točno veš, kdaj utihniti, kdaj prikimati, kdaj spustiti glas, kdaj biti čist brez energije, kdaj biti pa s prijazno energijo. O, super, pa tako. Ne? To se je treba prav naučiti, tako kot komunikacija z malimi otroki ali z dementnimi osebami. To se je treba prav priučiti. Se pravi, za vse to ti gre energija v tem odnosu. Ampak recimo, da lahko malo zadeve izboljšaš, nekako prideš z 20% na 40-50%. Ampak jaz ne verjamem, da smo tu na tem svetu zato, da bomo 50% živeli. Jaz poskušam verjeti, da smo za vse enih 85% tukaj. Ja, se strinjam. Bolj sem iz tega vidika mislil, ne, ker če se ti odmakneš stran, ne, v dostih situacijah lahko pomeni, ok, imam problematično situacijo, jaz se bom odmaknil, je lahko to beg stran od te situacije in nimaš sposobnosti, oropusi si poligon, da se naučiš nekaj o sebi. Ne. Zato, ker partnerski odnosi so, tako kot jih jaz vidim, glih to, ne, poligon, da sebe spoznavaš. Svoje napake, svoje prednosti, da se naučiš ljubiti to osebo, izolirano okolje, a ne, pa probaš ljubiti stvarnost, a ne. Ja. Ampak, če ti pobegneš stran, ne, preden to narediš, je lahko problematično. Ne. Zaradi tega sem mislil, ne, da narediš na sebi neki, da ne bežiš iz ene veze v drugo vezo, ne. Pa se ti pa vzorci ponavljajo. Ja. Veš, to, kar si zdaj povedal, tega sem se učila pred tem, da sem spoznala narcizem, to se tako smešno sliši. Okay. Torej ta beg. Vsi ljudje imamo vsaj enega od 4 travmatičnih odzivov, 4F reče angleščina. Ne? To je fight, flight, freeze pa fawn. Se pravi boj, beg, otrplost in ugajanje. In če je tvoj F, moj F recimo je beg. To je, jaz imam flight, torej beg. No, je lahko to dejansko problem, točno ta problem, ki si ga ti zdaj opisal. Namesto, da bi se iz situacije nekaj naučil in dozorel, pobegneš in se s tem oropaš izkušnje. In to je živa resnica. Sem zdaj spet moram pa dodati nekaj. Ko imamo opravka z motenimi ljudmi, 99% od tega, kar je sicer ful fajn pa koristno, ne drži in se obrne proti nam. A veš, to je isto kot poznaš principe uspešne komunikacije. Jaz sporočila, stik očesni, uživljanje v drugega. A ne? To je recimo uspešna komunikacija. Če se ti poskušaš to z narcizom iti, namesto tega lahko kar sam sebe najprej že premlatiš. Če ne, te bo pa itak on, bodi si z jezikom ali pa kako drugače. Ker tam to ne deluje. Načela uspešne komunikacije ne delujejo pri motenih osebah, vsaj pri narcisih ne. Večinoma tudi pri mejnih ne. Za ostale naj drugi povedo, ko so bolj strokovnjaki na tistih področjih. Ne deluje. Se pravi, če imaš ti to izkušnjo z narcisom, se lahko iz nje učiš tudi, ko narcisa zapustiš. Oziroma celo malo drugače moram to povedati. Najbolj se boš iz te izkušnje začel učiti, ko boš narcisa zapustil. Zato, ker šele takrat, ko narcisa zapustimo, mi začnemo dojemati, kaj se nam je sploh dogajalo. Se pravi, v resnici je tako, da dokler si v tem toksičnem odnosu, si kot miš v moki, zaslepljen, nimaš, distance, ne čustvene, ne psihične, ne fizične. V tisti moki si klatiš po besnelo toliko, da toliko časa sploh zajameš zrak, da preživiš. Kako se boš v takem odnosu učil? Ni variante. Ko greš, ko prideš do točke miru, ponavadi sledi izgorelost, velikokrat. Osebe po 6-7 mesecev, recimo, gredo na bolniško, ne morajo nič, ne delati na sebi, nič. To je popolna izgorelost. Veš, ko popusti tisti adrenalin in kortizol, ki sta prej ves čas bila navita, to je zelo hudo. Ampak takrat potem, mir. Kdo sem sploh jaz? Takrat se začne ta proces, da začnemo ugotavljati, kdo sem jaz brez te osebe,
prej se pa mi definiramo skozi to osebo. Prej sem omenila, da se soodvisnik želi zlivati z osebo. Tudi zato, jaz ne vem, kdo sem, daj me ti definiri. In če ti rečeš, moja žena je, ali pa moj mož je priden, potem sem priden. Če rečeš pa, moj mož je len, aha, a veš tam pa potem tisto, a sem res len? Pa sej to mi je že mama govorila, ja, bo pa že držalo. A vidiš, tako gre to, tako se mi kot soodvisniki lovimo na te zadeve in si jih dokazujemo, ker poznamo to odprej. Se pravi, če hočeš toksični odnos iz njega pobrati lekcijo, moraš najprej toksični odnos zapustiti. Ne moreš rasti v toksičnem odnosu. Ko ga pa zapustiš, pa lahko uvidiš, kaj se je dogajalo. In kar je zelo pomembno, lahko vidiš svojo vlogo pri tem. A veš, ker pogosto se ljudje zaciklajo to, poglej, kaj mi dela. Vedno on ali ona. No? Vloga žrtve. Tako. Ja. Tudi soodvisnik lahko pade v to. Absolutno. Ne, predvsem. Ja. Mislim, ali pa predvsem, mogoče tudi predvsem. Moja prva stvar je, ja, imamo žrtev, pa, ko opredelimo, da je nekdo narcis, ne? Ja. Je takoj nekdo žrtev, nekdo je pa narcis. To je moje mentalno dojemanje tega instantno. Ja. Ne, in to je tudi zelo slaba pozicija za definirati sebe. Ja. V kakršnikoli obliki v življenju, ne, ko si v neki situaciji, si žrtev. Kar je pa v določenih situacijah izredno kočljivo, ne? Ker obstajajo situacije, ki so se ti zgodile, ki niso bile pravilne, so bile napačne, ampak potem, ko se ti to zgodi, ne, vloga žrtve, ne vem, če kdaj ti pomaga. Ne, vloga žrtve ti ne. Mislim, vloga žrtve ima svoje psihološke koristi, ampak objektivno gledano ti čist nič ne pomaga. Psihopatološko gledano ti pa pomaga. Poglej, ohranjaš status quo, ni se treba spreminjati in sočutje dobivaš. To so plusi vloge žrtve. In tako za narcise kot za soodvisnike. Vsem obojim to služi. A veš, ampak če je narcis v modus operandi, vloga žrtve, je ne more spustiti. Ja, to moraš vedeti. Ja. Medtem ko soodvisnik se je lahko oduči, jo lahko spusti to vlogo žrtve. A si kdaj videla pri svojih bralkah, da so bile v tem, pa da je mogoče ta definiranje pa razmišljanje okoli tega in malo spodbujalo vlogo žrtve? Ali tega nisi toliko zasledila? Da bi kaj spodbujalo vlogo žrtve? Ja, se pravi, ljudje so v toksičnem odnosu z narcisom, ne vejo za ta izraz, niso nikoli razmišljali, da bi svojega moža, partnerja opredelili kot narcisa. Potem Aleksandra napiše knjigo v opoju narcisa. Ja. Že naslov se mi zdi tako, ne? Ga lahko tudi razložiš. Jaz sem bil zaveden strani narcisa. On mi je nek opoj je taka mamljiva stvar. Ja, saj. Sprav, nekaj mi je zmešal, jaz sem to spil, zaveden sem bil. In to se mi zdi, vse kar govorim, malo na to stran žrtve. Se misliš? Zato sprašujem. Če je kdaj bila to sporočilo, da si videla, da je bila podlaga za generiranje tega, da si žrtev? Tako bom rekla, ta razlika je bila v tem. Nekaterim ženskam, zdaj bom spet o ženskah, ker pač vse sem povedala. Nekaterim ženskam je bila ta knjiga odskočna deska, se pravi temelj, na katerem so potem, a to je to, kaj pa lahko storim. Nekatere so bile tam nekje vmes in so rabile veliko moje spodbude, da so šle v reševanje. Tudi ni vsem uspelo. Nekatere so pa bile, to je to se meni dogaja, kako grozno in konec. To je to, ja. To je ta vloga žrtve. Čeprav zanimivo se mi zdi, da so mi tudi te ženske recimo zelo topla pisma zahvale pisale, v smislu, kako jim je odleglo, ko so ugotovile, za kaj gre, v smislu, nisem jaz nora, ne, za to gre. Ampak očitno jim je bila, na tej točki jim je bila mera polna, niso zmogle naprej rasti, a veš. Ok, on je narcis, to mi dela, pa kar ustrajajo. Pa zelo dober občutek je, kad ti definiraš težavo v nekom drugem. Zakaj je dober občutek? Ker kaže prst stran od tebe. Ja, seveda. Sam za vsak partnerski odnos, za vsak odnos sta potrebna dva. Kakorkoli je
toksičen, ne? Moraš videti svojo odgovornost v tem, po moje, ne? Veš, to je ta, kako naj ti drugače rečem, kot ta preklemanska navada, da smo iz otroštva sprogramirani, da... Tako kot narcis. Ja, a veš, tudi če ugotovi, zato je on tak čuden, zato me vara, pa nikoli nima slabe vesti, da me vara, pa govori, da sem jaz nora, zato, ker je narcis, ker si je prebrala knjigo in je videla vse to tam, ne? Ampak to še vseeno pač pomeni, narcis je, zdaj mi je jasno, to je sicer fajn, nisem jaz kriva, v smislu nisem jaz nora, ampak to je to, ne moramo se ločiti, zakaj ne? Zakaj ne? Ne vem, zaradi otrok, kar je eno od najhujših izgovorov, ki sploh izgovor ni. Ali pa zaradi premoženja, mama službo skup, mama firmo skup, ne vem kaj vse skup, ali pa celo vse sorodstvo bi bilo zgroženo, kar je tudi zelo žalosten izgovor, ne? Kaj si drugi mislijo o nas. Se pravi, do sem je prišla, od tam naprej pa ne. Ampak bom rekla načeloma, jaz ne čutim teh žensk večinoma kot v vlogi žrtve, a veš zakaj ne? Zato, ker enih par pa je. In tiste, ki so tiste, ki mi pogosto še vedno pišejo in mi pojamrajo, kaj je spet naredil. Nič pa ne povedo, kaj so pa one v vmesnem času za sebe naredile. Ja. Kako so sebe spremenile. Spet še vedno to dela, ali pa, veš, kaj mi je zadnjič naredil. Vidiš, to je vloga žrtve. Ja. In tak človek v bistvu tudi meni oziroma tebi pije energijo, ker samo ventilira, spremeni pa nič. Ja. Nekoga rabi, da mu potoži, vse seveda rabimo to. Ampak ne moreš ti 2, 3, 4, 5 let eni in isti osebi samo ventilirati, pa nič ne spremeniti in pričakovati, da bo ta oseba, ne vem, za tebe naredila čudeže oziroma, da te bo sploh še pripravljena poslušati. Jaz pravim, odnos je vzajemen. Dobro, terapeuti jih plačamo za to, da nas bojo 5 let poslušali. Sam tudi terapeut bo frustriran, če bo videl stranko, da 5 let stoji na mestu in samo ventilira. Ja, verjetno si toliko poteptan v tem odnosu, da na vsak način iščeš zaveznike. Ja. In najdeš to knjigo in klene imam zaveznico in to je to, ne? Tam se ostavi. Ampak ne vzemaš pa življenja v svoje roke, ne zbereš poguma, moči, pa začneš diktirati svojo usodo. Ne? Ta košček pol manjka. Ne? Ja. A veš, in jaz tudi to razumem, ker tudi prej, ko sem ti pripovedovala dolgo zgodbo o tem, kako sem bila v tem procesu, da sem potem iz anonimnosti stopila v javnost, ne, da sem šla na Zvezdanino oddajo, bom rekla tako, tudi od tam naprej je mene še čakalo, še sreča, da takrat nisem vedela, ogromno dela. Namreč ljudje, ki so me kontaktirali, so spraševali, Aleksandra, kako, kaj naj storim, kako to, kako ono, kako tretje. Jaz sem imela samo nekaj odgovorov, tistih svojih, za sebe. Nisem pa imela, kot rečeno, ker nimam partnerja s to motnjo, kje naj jaz najdem odgovore. Jaz sem se morala vsega dodatno učiti, poslušati svoje stranke res na maksimum, poslušati vsak neverbalno komunikacijo, vsak odtenek, da začutiš, kaj se zares dogaja, kako lahko tej osebi pomagam, kako pa lahko drugi. Veš, ker ni vsaka na isti točki sprejemanja pomoči, kaj bo lahko sprejela, kaj ne bo. Tega je ogromno in vse to je mene učilo sproti o drugih ljudeh, pa seveda tudi o meni. Kaj tukaj pa zame velja, kaj tukaj se pa meni zbuja. A veš, ker ti odnosi toksični so si tako podobni, da jaz lahko rečem, jaz sem imela tak odnos, kot ga ima moja stranka s partnerjem, z drugo osebo, samo da brez seksa, ker pač ni bila partner. Ampak, ko mi ona to poje, pa jaz ne to, si samo obe kimama, ker smo doživljali isto. Veš, tako podobno je. Ali je to starš otrok, ali je to, ne vem, brat, sestra, ali je to med prijatelji. Tako podobni so ti odnosi. Kaj razumeš pod besedo ljubezen? Beseda ljubezen, to je sprejemanje človeka takega, kot je. Z dobrim in slabim. Je pa tudi ljubezen, jaz jo vidim v tem duhu, da brezpogojna ljubezen je lahko samo med otroki in starši, oziroma od staršev do otrok, ne obratno.
Starš mora imeti otroka brezpogojno rad. To pomeni, tudi če je moj otrok morilec, ga imam še vedno rada. Kar pa ne pomeni, da zagovarjam njegovo dejanje in da ga skrivam pred policijo. To ne, imam ga pa še vedno rada. Kar se pa tiče ljubezni do sebe, pa do partnerja, bom rekla, no do sebe tudi mora biti seveda brezpogojna, če ne ni ljubezen. Ampak do partnerja, to bom pa zdaj zato tek rekla, veš, ker sem tudi to slišala. Jaz partnerja brezpogojno ljubim, zato tudi, če me je prevaral, pa tudi, če me tepe, jaz mu vse odpustim. To za me ni definicija ljubezni, ampak definicija zasvojenosti z odnosom. Se pravi, v partnerski ljubezni je pa ljubezen sprejemanje in varnost. Da se v odnosu počutiš varno, da si lahko pristen to, kar si. Ostalo pa, kot reče oziroma psihologija, psihološka pogodba. A veš, to je pa tisto, ko na začetku zveze nezavedno sklenemo, ko se prvič usekata, pa recimo on popusti. Aha, to se že njej zapiše, če se bomo tako in tako prepirala, bo on popustil in bomo, kot otroci se na isti način tega učijo in bomo to naprej delali. To so te nezavedne psihološke pogodbe, idealno je, če jih zavedno sklenemo, a ne zavestno, ampak tega ne počnemo. To je ta ljubezen. Do sebe pa moraš biti ljubeč, kar pomeni se sprejemati, ampak sprejeti tudi odgovornost za to, kar si, kar počneš, za posledice svojih dejanj. Tako vidim ljubezen. Pa ti, zdaj me pa zanima še tvoj odgovor. Kaj pa ti praviš? Ja, jaz sem itak na tem podcastu veliko o tem govoril, ne? Ampak ful mi je bilo všeč, kaj si rekla brezpogojna. Ne? Brez pogojev, ljubezen brez pogojev je nekaj, kar človek ni sposoben dati. Moraš biti ne človek, da to narediš, da zgineš. Ne? Ja. Ampak jaz mislim, da ljudje imajo lahko tako izkušnjo. Tako da jaz bi razširil to ljubezen, ki si jo do otroka opredelila, da je možno imeti to ljubezen do vseh atomov, ki obstajajo v vesolju. To pa ne pomeni, da delaš to akcijo, ono akcijo. To sploh ne bi mogel en tretja oseba opredeliti, ki bi me gledal. Ja. Ampak to je notranji občutek do vsega, kar je. Aha. In tam tebe ni. Ja. Tam ni ega. Ni ega, ego mora razpršiti. Ker ego ločuje na dobro, slabo, ta atom ja, ta atom ne, to mi je všeč, to mi je malo manj všeč od tega, ne. Ja. To ego dela, ne. Ja. Ampak, in tako se nam po osebah zgodi, ne, moj partner ta v trgovini, ki sadje zlaga, ne. In to smo rekli, jaz imam ljubezen do njega. Spaj imaš pogojno ljubezen. Pogoj je, da je oseba ta oseba. Ta oseba se lahko spremeni fizično, ima prometno nesrečo. A je to še vedno ta ista oseba? Ljudje rečejo ja. Kaj pa, če se mentalno spremeni? Ja. Ja, pa že tako ne, ni več oseba. Se pravi, bilo pogojno. Tako da to, kar brezpogojno rečemo, to je zelo nekaj močnega, nečloveškega. Ja. Tako razumem. Jaz, to, kar si zdaj povedal, bi jaz rekla, da tega smo zmožni, po mojem, samo kot duše, na dušni ravni, kjer se zavedaš, da si eno z vsem, kar je. Tako, ni razlike. In če imaš sebe rad, imaš vse rad in tako naprej. Tako, samo en val v oceanu. A ne? Ja, tako. Zdaj na te naši ljubi zemljci. Je pa drugače. Ja. In jaz pravim, ego tudi rabimo, ne moramo biti brez ega, a ne, tu ne bi preživeli. Je pa ego res en tak lisjak, kako nam mešaš trene. Ego, a ne, koliko je tega, kako težko ga premagamo. Jaz sama sem kot otrok imela močan ego, jaz se tega spomnim. In sem zato tudi dobivala mogoče tiste močno sporočilo, a veš, utišanja z določenih smeri. Da so me od določenih smeri utiševali. In pozneje, ko sem jaz to razdelovala pri Kristi Žmahar, in sem rekla, jaz slišim, kaj naj bi bilo moje poslanstvo, samo mene skrbi, da je to ego. In potem sem ji povedala, kaj je to poslanstvo, in rekla, kje pa ti to z egom zdaj povezala, po kaki logiki. Sem rekla, zato, ker sem kot otrok bila deležna utišanja v smislu, da je to moj ego. Rekla, ne, to se zgodi dušam, ki pridajo preveč sijat, če si presvetla, preveč izstopaš.
Rekla, ti si zdaj rabila tudi to temno izkušnjo, zato da lahko zdaj to delaš, kar delaš. Skratka, všeč mi je, veš, jaz sem zakajček, jaz sem analiza, človek, ki rad analizira, analizator. In mi je bilo všeč, da mi je tako razložila te stvari, ker viš, to je bilo še eno napačno prepričanje moje, a ne, v bistvu, da če jaz želim kaj tek povedati, razložiti, da je to znak, da, ne vem, da sem dolgočasna, da pametujem. In povem ti zanimivo stvar. Zdaj, ko toliko delam z soodvisniki, koliko jih ima ta občutek. Ta strah, da so nezanimivi. To so krasne osebe, se imaš z njimi za pogovarjati ure in ure. Ne, njih skrbi, da so dolgočasni in nezanimivi. A vidiš, zakaj? Zaradi iste rane nekoč davno, isto so slišali, tiho bodi, nisi zanimiv, lažeš, namišljuješ si in tako naprej. Evo, se ti zapiše prepričanje. Ne govorim resnice, oziroma nisem zanimiv, dolgočasen sem. In imaš ljudi, ki se jih tako skrbi to, da pred srečanjem s kolegico si napiše na listek, o čem bo govorila, da je slučajno ne bi zmanjkalo. Veš, koliko, to so tako ranjeni ljudje. Res. Tako da... Jaz imam še eno vprašanje za tebe, ki ga je postavil prejšnji gost. Prejšnji gost je bil Matej Škufca. Vprašanje pa se glasi, kje, če pogledaš na svoji temni strani življenja, si našla svojo svetlobo? To je pa zaguljeno vprašanje. A ga razumem. Ja, bom še enkrat prebral, da boš... Vem, da je lažje brati, kot tako sam slišati. Kje, če pogledaš na svoji temni strani življenja, si našla svojo svetlobo? Se pravi, na temni strani življenja, svojega življenja. Verjetno v temnih izkušnjah. Ja. Kje sem našla svetlobo? To bi zdaj lahko rekla, ali nikjer, ali pa povsod, sam ti dve možnosti vidim. Ja. Se pravi, težke izkušnje. Govorila, ja. Težke izkušnje in recimo depresija, očetova Alzheimerja bolezen, narcizem. Če tako pogledaš temne zadeve, težke zadeve, ki te lahko pahnejo, ne vem, res nekam globoko. Mislim, da sem že v času 10 let nazaj in več, sem bila občasno kam povabljena zaradi govorjenja o depresiji. Bila sem en tak neznani ambasador za depresijo, radi so me kam povabili, ker so vedeli, da o tem odprto govorim. In verjetno je bilo neko seme takrat že posejano v smislu, sicer je grozna izkušnja in boljš bi bilo umreti, ampak vsaj govorim lahko o tem in morda komu pomagam razumeti, kaj je depresija, nekomu, ki jo pa ima, dam pa vedeti, da ga razumem. A veš, danes drugače gledamo na depresijo, ker se o njej res, o depresiji se res veliko govori. Včasih, veš, kak so res bili ljudje, kdaj je depresijo, imaš, kaj ti pa manjka, imaš službo, imaš družino, nisi lačen, nisi žen, kakva depresija. A veš, res je bilo veliko nerazumevanja. In to je bilo, ne vem, 10-15 let nazaj sem bila jaz tak ambasador za to. In mislim, da je takrat bilo tisti košček svetlobe vsem tem, da lahko delim, da lahko pomagam tudi drugim. Ker vedno sem si pa želela, veš, jaz sem pa iskala nekoga, ki bi mene tako razumel. In ga nisem našla. In pol je imel oče Alzheimerjev bolezen. Sem šla še enkrat skozi to izkušnjo. Nisem imela človeka, ko bi mu rekla, moj oče ima Alzheimerja in bi tisti človek rekel, to mora biti pa grozno, vem, kako je to. Ni bilo tega človeka. Vsak, kaj je že to? A ono, ko se treseš, ne, tisti je Parkinson. A veš, spet sem nekje orala ledino. In potem tale narcizem. In mislim, da je ravno to me začelo gnati. Ta svetloba je bila v tem, da bom pa, če že jaz nisem imela nikogar, bom pa jaz tista, ki bom za druge tu. Bodi svetloba, ki jo želiš videti v svetu, če parafraziram Gandija. Tako da to, evo, če je to, ne vem, je bilo točno tek mišljeno vprašanje, vseeno. Ampak tek to vidim in v tem vidim tudi smisel, ne samo sebe, tudi vseh nas, ki delamo na tem, ki širimo zavedanje, ki pomagamo na stojen način. Super. Lahko daš eno vprašanje za naslednjega gosta.
Se mi je kar zdelo, kam pestaco moli, ko si mi. Ja. Ja, ok. Če bi imel možnost iti v preteklost in spremeniti eno stvar, ali bi ali ne bi. Okay. Poljubno. Ne kaj je, ampak če bi spremenil tako. kaj. Poljubno, po lastni izbiri, eno stvar, a bi ali ne bi. Ja, super. Aleksandra, jaz bi se ti rad zahvalil za pogum, ker se izpostavljaš. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Ja. In da s tem, ko to narediš, ko si izbrala ta pogum, pomagaš ljudem zagotovo. Ne? Zagotovo. In res je, da ljudje s tako karakteristiko, da se manj radi izpostavljate, imate tudi manj vidnih ljudi, s katerimi se lahko posledično poistovetite. Ja. In iz tega vidika bi se ti raz zahvalil za to, pa za vse, kar delaš, pa kar si prišla sem. Hvala za povabilo in vesela sem, da smo o tem govorila in tudi bom rekla, včasih zašla kar na filozofsko polje že. Ja, tako je ampak je mi všeč ta pristop tudi. A veš, da gremo malo tudi v globino, pa tudi v te zadeve. Ker je vse, jaz pravim, ne moremo vsega, kar je, razumeti brez vsega, kar je. Pomembni so različni vidiki. Hvala, da sem danes lahko s tabo tudi delila tudi z malo drugih vidikov to temo. Ja, v veselje mi je bilo. Hvala ti.